da vas prosim, da tudi vašim sosedom, znancem, ne vem, otrokom, kdorkoli je že gor, predate to sporočilo. Da bo čim več ljudi slišalo, nam zdaj prihaja najbolj kritičen čas, kar se tiče divjih opraševalcev, ker škodo, ki jo naredimo zdaj spomladi, pravzaprav ne moremo več bolj popraviti čez poletje, pa boste pol slišali zakaj. In zato sem jaz dala tudi mogoče na malo prepozen datum, ko nimajo ljudje več časa tega poslušati, ne pa še lep dan je danes zunaj, ampak vseeno jaz upam, da s pomočjo dr. Bevka, ki je imel kar nekaj že teh predavanj po Sloveniji, pa z mojo pomočjo, ker pač znam malo bolj glasno govoriti, ne pa sem malo bolj glasna, bomo vseeno s časoma poskrbeli za to, da bomo tudi te naše preljube opraševalce malo drugače jemali. Zdaj jaz se ne bojim, kar se tiče zvezi z divjo čebelo, z domačo gojeno čebelo, medonosno čebelo, kakorkoli jim rečemo, čeprav je pravilno, da se opozarja, pravilno je, da se pazi na njih, absolutno, da ne bo zdaj kdo rekel, da sem jaz rekla kakorkoli, da niso pomembne, seveda so pomembne. In to zelo pomembne, predvsem zato, ker na njih lahko mi dosti bolj vplivamo, dosti bolj jim pomagamo, da preživijo, lahko pomagamo, da se hitreje razmnožujejo, skratka, da nam bojo vsaj te ostale, ne. Divji opraševalci so pa čisto odvisni samo od narave, vemo, da se narava zelo spreminja, da se klima, vreme zelo spreminja, že s tem imajo težave, pa pravzaprav od tega, kako mi ravnamo z naravo, ne. Tako, to je tale razlika, no. Sami veste, zdaj ne bi tega ponavljala, kar ste si tu prebrali, lahko ta čas. Jaz bi vas edino na dve stvari opozorila. Tale zadeva je mene zelo presenetila, se pravi, da od opraševanja ni samo odvisno to, a bomo imeli seme, a bomo imeli plodove, ampak je odvisna ne samo velikost plodov, recimo pri paradižniku absolutno je tudi velikost plodov odvisna od tega, kako se paradižnik opraši, ampak mogoče o tem malo kasneje, ampak tudi kakovost pridelka. Mogoče to bolj zanimivo, predvsem za jabolko oziroma za sadje, gre za to, če je dobro oprašeno, če je cvetni prah tudi zdrav in dober in da je dovolj bilo, da je opraševalec bil res priden, potem je v takšnem plodu tudi več vitaminov, mineralov, skratka vsega tega, kar mi pravzaprav pričakujemo, ko jemo sadje in zelenjavo. To je bila pa tudi meni novost, no. Ampak glede na to, da je to izjavil taka eminenca, kot je dr. Bevk, jaz sem prepričana, da je poskusi to tudi dokazano, tako da mogoče za razmislek vsem, ne, da ne gre, da opraševalci samo naredijo seme. Ja, pa še mogoče to, isto zadevo, ko sem jaz včasih, nekoč nekdaj, ko sem videla eno sliko na Facebooku, cela, recimo, bom rekla, kot da prideš v največji špar, kar je, recimo, rečem, v Ljubljani med sadjem in zelenjavo in tam napisano 90% od tega je odvisno od tega, ali imamo opraševalce ali ne. Pa sem rekla, ne govorite mi, za solato jih ne potrebujemo, ne. Ne gre za to, tudi za rastline, ki so samoprašne, se pravi, to so rastline, ki res ne potrebujejo nekega dodatnega opraševanja z zunanje strani ali pa z naravne strani, ne. Opraševalci lahko pospešijo razvoj, zato imam namerno tu kumare, če vidite na sliki, nimam paradižnika, nimam paprike, nimam jabolk, recimo, ampak imam namerno kumare. Kumare so vrtnine, ki so sicer večina hibridov, jaz sem temu rekla partenokarpnih, pa ne bi vas temi besedami rada preveč mučila, ampak gre za to, da večinoma teh, kjer imamo F1 od zadaj, se pravi hibridov, se oplodi brez sploh prisotnosti moškega. To je nekaj pač en zanimiv postopek narave, ne bomo o tem veliko časa, to pomeni v bistvu, da opraševalce ne rabimo, ne. Ampak so pa dokazali, da če imamo predvsem čmrlje zraven prisotne, pa bom bolj pri čmrlji povedala, zakaj, da je teh plodov več, da so predvsem bolj kakovostni, lepši in tudi večji. Se pravi, tudi tukaj, kljub temu, da pravzaprav sploh ne potrebujemo opraševalcev, je njihova vloga zelo velika, kar se tiče pridelka in kot ste videli, tudi kar se tiče kakovosti pridelka, ne. Tako da to je vedno velja. Posebej pa, ko imamo kumare, predvsem plodovke, na kumara, paradižnik, se pravi, sta vrtnini, ki načeloma opraševalcev ne potrebujete, kar se tiče nas, pa našega pridelka. Druga stvar je pa semena, ne, hibridi imajo, celo potrebujejo trikrat opraševalce, najprej ga potrebujejo, da pridelamo seme mame, bolj potrebujejo, da pridelamo seme očeta, to je pa potreben opraševalec oziroma pospeši in tudi samo seme je boljše kalivo, če so zraven, če je dobro oprašitev, ne, potem pa moramo to še namerno skrižati, no tukaj navadno tega opraševalskega dela ne prepuščamo na ključju, ampak delamo to z roko, ampak vseeno so tudi tu potrebni opraševalci. Spravi, da pa prijemo do semena, so pa čisto vedno potrebni opraševalci, ne, na nek način, vse smo lahko tudi mi, vse opraševalci, pravzaprav niso samo žuželke, jaz bom danes govorila samo o žuželka, opraševalec je tudi veter, opraševalec je v nekaterih primerih voda, v mnogih primerih tudi kakšni ptiči, vsi poznate kolibrije, pa tiste slikce, ne, iz tropskih krajev, ampak pri nas pravzaprav je ta glavni opraševalec so zagotovo žuželke, na drugem mestu je pa veter, vse ostalo je pa potem ni več toliko pomembno, ne, pa govorimo o žuželkah, ne.
Zdaj, to sem zdaj že tako povedala, nekdo vse vprašuje, pri nas seveda je kranjska čebela, na katero smo lahko res Slovenci ekstremno ponosni, zato ker ima ogromno dobrih lastnosti v primerjavi z vsemi drugimi čebelami na svetu, od tega, da je bolj pridna, je bolj delovna, je manj napadalna. Skratka, zelo v redu, je sigurno še vedno ena izmed tistih, ki bomo vedno pri opraševanju dali na prvo mesto. Boste pol pa videli, zakaj so pomembni tudi divji opraševalci, ne? Potem imamo tudi tako imenovane divje čebele, tu imam namerno napisano divje čebele, ampak gre to v bistvu pravilni izraz, za moje pojme bi bil čebela samotarka, pa tudi to boste pol izvedeli, zakaj tako rečemo. Od tega imamo pa 35 vrst čmrlj in ko vidite približno 500 vrst čebel, teh samotark. In to pa lahko rečemo, je pa že eno veliko narodno bogatstvo, ampak nažalost pač vsega nimamo tako popisanega, da bi vam zdaj lahko povedala, koliko procentov tega zginja, ampak v Evropi se to število, se pravi ta raznovrstnost, biotska raznovrstnost, ker tudi tu je pomembna, ker ena čebele delajo bolj zgodaj, boste pol videli semiče, ene dela tudi bolj pozno in tako naprej. In če imamo več različnih vrst, potem bo tudi celo poletje oziroma cela sezona pokrita s temi divjimi opraševalci, ne. Če bi se nam tele vrste skrčile, pa bi nam samo spomladanske opraševali, bi imeli težave, takrat, ko potrebujemo opraševanje jeseni, to so pa recimo paradižniki, kumare, so že na takšnem mestu, kjer to potrebujemo, ne. Čmrlji so sploh moja ljubezen, zato ker so pa res ene posebne, bom rekla, žuželke, ki nam veliko lahko koristijo. Potem imamo tudi muhe trepetavke. Glejte, tu je ena slikca, taka čisto značilna, tipična slikca, najbolj taka značilna, čeprav tudi teh, sami vidite, 300 vrst, so zelo različne, ne. In zdaj ne še mene ne vprašati, kakšna je razlika med muho trepetavko pa med čebelo, ker včasih zelo težko ločiš. Muhe trepetavke so se namreč prilagodile temu, da jih ptiči ne jejo na tak način, da so se same obarvale, skratka preživele so samo tiste, ki so čim bolj podobne osam, čim bolj podobne čebelam, teh pa ptiči ne jejo radi, zato ker jih lahko pičijo še prej, prednji jih rešijo, ne. Skratka, kakorkoli je, in so čisto podobne, včasih ne veš, ko letijo še ločiš, ker na slikci jo težko ločiš, ko leti, ima en tak izraziti način letenja, tako na hitro leti, ne, rečemo je trepetavka, ker skrilec skozi tako dela, ko se pa kar na mesto stavi, pa nad enim kar lebdi nad kakšnim cvetovi in kje, takrat jo ločiš, ne, na taki sliki pa vam povem, še doktor Bevk je rekel, in to se meni še zdaj zdi zabavno, da so celo na eni čebelarski knjižici, na enem priročniku enkrat dali na mesto čebele gor muho trepetavko. Po velikih očeh, ne, čebele sicer imajo oči, kot vidite, ampak nimajo, muhe imajo, veste, take tiste izrazite velike oči, samo to včasih vidiš, včasih pa ne, ne. Tudi razni metulji, v vsakem primeru, več je metuljev, vsi vemo, vse z metulji uživamo, metulje nihče namenoma ne uničuje. Težave nastanejo z nočnimi metulji, ker so tudi lahko opraševalci nekaterih rastlin, ampak njihove gosence so pa običajno, ko jim rečemo sovke, so pa običajno škodljive, ne, tako da tudi z nočnimi metulji imamo težave. Če boste šli gledati, tu je sicer na ajdi hrošč, ne, ampak drugače, če boste šli gledati na korenček, če pridelujete seme korenčka ali pa peteršilja ali pa katerikoli druge kobulnice, boste pa gor izredno veliko tudi raznih hroščev videli. Ampak hrošč, ko hodi po teh cvetovih, skratka seveda tudi cvetni prah prenaša zraven, ne. Tudi občasno ose, čeprav ose so take ene zabavne živali, tudi malo drugače prehranjuje, tudi z mesom, to ste verjetno opazili, ne. Ampak tudi znajo v kakšnem letnem času tudi letati s cveta na cvet, iskati medicino in temu posredno pol tudi prenašati cvetni prah, ne. Zdaj o medonosni čebeli, se pravi o naši čebeli, o naši kranjski čebeli, mogoče, ker to bodo vedeli bolj čebelari, pa zagotovo so nam tudi že zelo veliko povedali, ampak skratka, medonosna čebela, kaj je njena prednost? Osnovna in prednost je to, že to, da živi v skupinah, ne, zdaj pa že spet, kdor je med vami kmet, pa ne vem, kakšna je prednost, da se povežemo med sabo, to je lahko samo pri čebela, razlika med čebelo pa med recimo čebelo samotarko ali pa divjo čebelo, ne. Čebele živijo v velikih družinah, ogromnih družinah, drugi pomagajo, si lahko grejejo panje, recimo, ko je premrzlo, si imajo natančno razdeljeno delo, ne rabi vsaka delati vsega. Mogoče prav pri zelenjadarjih, kdor je od vas tipični primer, ne, ko zdaj delamo vse, ne, od tega, da si delamo sami sadike, do tega, da še sami prodajamo, pa ne samo prodajamo, celo razvažamo potem zelenjavo, ne. En taki tipični primer, kako ti lahko pridejo pravzaprav taka povezava, to je sigurno ena njihova največja prednost, ne. Zato, ker imajo pridelke, se pravi, ker dajo med, ne, bom rekla, ki ga mi krademo, pravzaprav to je njihova hrana, ne.
Zato jih seveda že leta in leta, mogoče celo desetletje, stoletja ljudje gojijo, ne. Čim pa mi začnemo nekaj gojiti, se pravi, čim mi začnemo za neko živo bitje skrbeti, pa mu hkrati preskrbimo tudi hrano, predvsem zimske hrane so lahko velika težava, ne, če nismo prepogotni, pa vzamemo preveč medu iz panjev, se pravi, vse nekaj poskrbimo za njih, ne, in občasno mogoče, koliko se le da, jaz vem, da čebelari to delajo, ampak včasih delajo to napačno, tudi za njihovo zdravje poskrbimo, ne, vsi tisti, ki ste čebelari, pa drugi ste pa že slišali za varojo in še čebela imajo še kakšne druge težave zdravstvene. Vse te težave, ki jih imajo čebele, imajo tudi divje čebele oziroma čebele samotarke, samo za njih pa nišče ne poskrbi, ne. Se pravi, je treba tudi, mogoče bom rekla še pol, kje druge biti bolj previden, ne. No in načeloma, čeprav, in še enkrat, prav je, da za njo skrbimo, prav je, da jo imamo. Jaz sem zelo vesela, da so tudi v veliko šolah, kljub temu, da pol se eni bojijo, ja, pa bo pičila čebela. Vam povem, da je pri eni šoli, ko sem jaz imela tam eno delavnico, mene sta v obraz dve čebeli pičili, ker smo pač preveč privreščali tja do njihovega čebeljaka in so se rekla, stražarji strašni, so preleteli in nas napadli, ne. Samo čim smo se pomirili, pa bili tiho, pa smo komot lahko na tisti gredi zelišča sadili, pokazali, no, planem, kakorkoli, ne. Čebele, medonosne čebele še vedno, kljub temu, da res so težave z njimi, iz večjih razlogov, še vedno so mogoče na boljšem od vseh teh divjih opraševalcev, o katerih se pa nič ne govori. O čebelah govorimo veliko, ne, veliko ljudi pazimo na njih, o divjih opraševalcih se pa nišče ne govori, ne. Zdaj, v svetu je bila narejena ena velikanska raziskava, to sem povzela po dr. Bevku, vidite, da tudi Nacionalni inštitut za biologijo, zraven, da ne bo kdo jezen, ampak to sem čisto iz njegovega predavanja, zato ker se mi zdi zelo zanimivo in prav, da ga zveste tudi vsi ostali, ki ga niste imeli prilike poslušati. V glavnem velikansko raziskavo so naredili, koliko so pa res potrebni še divji opraševalci, oziroma če lahko ta naše gojene čebele, za katere lahko poskrbimo in relativno, ne bom rekla hitro, ampak pa tudi neenostavno, v vsakem primeru razmnožimo, koliko so še potrebni ti divji opraševalci, ne. In zdaj, kaj so odkrili, ne? Odkrili so, da če imamo če imamo poleg medonosnih čebel tako nekje v nekem manjšem številu prisotne tudi divje opraševalce, to je tako, bom rekla, simbolično, ne? Da imamo naše medonosne čebele, pa nekaj malega še divjih opraševalcev. V vsakem primeru, če so bili divji opraševalci, to je simbolično, da se razumemo, ne govorim o čmrlu, govorim pač o medonosni čebeli, da so bili plodovi večji in da jih je bil tudi več, se pravi, pridelek je bil višji. Že samo tem, ne? Zdaj pa, če pa bi bilo teh premalo, ne, pravi, tudi v tem primeru je bilo medonosnih premalo, pa smo dodali divje opraševalce. Tudi v primeru, ko je bilo medonosnih čebel veliko, so jih dali v sadovnjake, tudi na polja, so ugotovili podobno. Če so bili zraven prisotni divji opraševalci, so bili pridelki višji, kakovostnejši, pa tudi lepši plodovi, ne, se to je meni logično, mogoče bom bolj pri paradižniku kaj o tem povedala, ne, in tudi, ko so ugotovili, ko so dali samo divje opraševalce, pa domačih čebel oziroma gojenih čebel ni bilo, je bil izid približno enak. Se pravi, kaj je zdaj to ugotovitev? Ni to ugotovitev, da divje čebel, da medonosne čebele ne rabimo, Bog ne daj, niti podrazno ni to ugotovitev, ampak ugotovitev je, da so divji opraševalci zelo, zelo pomembni, še vedno pomembni in vedno bodo pomembni, če želimo imeti plodove, ampak tu v tem primeru so delali raziskavo samo z rastlinami, kjer mi plodove jemo, ne. Da ne govorimo še pa potem o tistih rastlinah, kjer pa moramo pridelati seme, pa ne samo pridelati seme, to seme mora biti tudi kvalitetno, da nam dolgo kali. To pa sploh je še posebna zgodba, ker isto velja, več je cvetnega prahu, se pravi, bolj pridni so opraševalci, boljše, bolj kvalitetno in dalj časa kalivo bo seme. To se zavedate, seveda je pri pridelavi semena bolj pomembno tudi to, da je matična rastlina zdrava, da ima hrano in tako naprej, ampak v vsakem primeru pri semenu, meni se zdi mogoče še celo bolj pomembno pri pridelavi semena katerekoli rastline. Ne bom govorila o vrtninah, čeprav sem samo zelenjadar, da so opraševalci tudi zelo pomembni, pa se o tem mogoče še najmanj govori, zato ker pač pozabljamo, ne govorimo večinoma, če vidite, vidimo jabolko, ne, jaz sem tu zato namerno dala paradižnik pa papriko, pa še mogoče kaj nekaj govora, paradižnik sploh je 90% samoploden, paprika mogoče malo manj, zato ker je večinoma zunaj na prostem, pa manj v rastlinjaki, ampak to so v bistvu samo prašne rastline, ki se oprašita svojim lastnim cvetnim prahom. Samo cvetni prah mora pasti na brazdo pestiča, se mislim, da imam ja, no, mogoče še
to sliko tudi dr. Bevka, no, zakaj čebele recimo jagodo zelo slabo praši, ker ima prekratki jeziček in težko pride do medicine in ji potem ni toliko zanimiv jagodocvet in v bistvu bolj pridejo v poštev tisti opraševalci, ki imajo daljše jezičke, ki lahko kljub temu, da je tako narejeno, pridejo zraven. Se pravi, za jagode, ki jih imate vsi radi, no tu sem sicer dala spet namerno čmrla, ne zraven, na kumarčnem cvetu, čist namerno, in gre za sorto, če boste pogledali, boste videli, da tu kar nekaj moških cvetov zraven, zato takoj vemo, da je sorta. Tu pa sploh seveda so nujno potrebni tudi zraven opraševalci, ne. Mogoče, no, to sem zdaj že vse povedala, da v bistvu za medonosno čebelo skrbi človek, ne, težava nastane pri čmrlih, ne. Smo že prve te divje čebele, ali pa se tu ne moramo reči samotarke, ker čmrli niso samotarci, ne. Njihova največja, ogromno prednosti imajo pred medonosno čebelo, tam, kjer jih imamo dovolj, ne, samo nikoli ne bomo imeli toliko, kot imamo medonosne čebele, že njihove družine so 10-krat manjše, ne, vsebuje zelo malo članov, tako da potem pa zdaj ravno za čmrle prihaja najbolj kritičen čas zdaj, da ste pol videli iz slik, zakaj se gre, ne. Čmrli letajo tudi v mrazu, v dežju in v vetru, težji so in lahko tudi v vetru letajo, ker si morajo sami priskrbeti hrano, ker je sploh zdaj spomladi si hrano iščejo matice. In pol po njihovem razvojnem krogu povedala, v bistvu si ne morejo privoščiti, da bi lahko do 10 spali, pa 5 zvečer šli nazaj v panj, ne, ker pač morajo dovolj hrane najti, ne, in podobno je potem v jeseni, ko si morajo dovolj hrane nabrati za prezimovanje, ne. Načeloma so boljši prenašalci cvetnega prahu, zdaj tukaj nimam filčkov, dr. Bevk nam jih je pokazal, no, tega pa si nisem drznila še uporabiti njegovih filmčkov. Gre za to, da čmrl, čeprav deluje bumbar, ne, mu tako tudi rečemo, celo bumblebee mu rečejo Angleži, je debel, težek, si vedno misliš, to je bolj počasna stvar in tako naprej. Ne, čmrl veliko hitrejše opravi svoje delo na enem cvetu, kot ga opravi čebela in obišče veliko več cvetov. To pa pomeni, da tudi njegovo delo veliko bolj učinkovito, ne. Predvsem je pomembno, recimo zdaj spomladi tudi pri sadnem dreju, recimo jaz vem za češnje, mi smo imeli doma na vrtu samo eno češnjo, sicer so bile v bližini divje češnje, tako da opraševanje je bilo zagotovljeno, ampak kaj je bila težava? V češnjah včasih cveti niti en teden, ne, cel teden, ne, in če tisti teden vetroven, deževen, oblačen, čebel sploh skoraj ni zraven, ne. Tudi divje čebel ni toliko zraven, čmrli pa veselo letajo. Se pravi, če bi imeli recimo, če bi mi zagotovili na naših vrtovih, predvsem pa ob sadovnjakih seveda zagotovo, veliko čebel, mislim veliko čmrljev, pač da pazimo na njih, bom pol povedala kako in zakaj, bi bila ploditev lahko tudi v takšnih čudnih pomladih, narekovajo čudnih, ne, veliko boljša. Se mi zdi pri češnjah, saj jaz imam to izkušnjo, ne. Druga stvar so borovnice, tu je slika borovnice. Borovnice, detelje recimo poljedelci, ne, ali pa kdorkoli, in pa ravno te plodovke v rastlinjakih, tukaj čebele sploh ne grejo zraven. Pa zdaj se bom jaz bolj osredotočila, no, zakaj pri borovnici, zato ker ima take dolge čašice, isto je pri detelju, si mislim, da imam pol naprej sliko, ja, se spet do dr. Bevka vidite slika, no, da ne bo kaj narobe. Glejte, čmrl ima zelo dolg tale klunček, ne, in to detelj noter čebela sploh ne pride, čmrl pa pride noter in pobere medicino, ne. V rastlinjakih je pa dodatna težava, čebele niso neumne. Čebele so pametne živali, čmrli pa so, v narekovaju, niso biti neumni, ampak to je meni Nizozemec rekel, ne, ko sem ga vprašala, zakaj pravzaprav so se spravili razmnoževati čmrle in uporabljati za opraševalce v rastlinjakih, posebej pa na prostem čmrle, zakaj ne čebele, ne. Pa prvi njegov odgovor je bil, je rekel, da so čmrli neumni. Pa mi je pa razložil, v čem je sploh pravzaprav težava, čeprav to ni glavna stvar, ne. Fora je v tem, da čmrl pravi tako, če bo čebela prišla, če bomo dali čebelo v rastlinjak, pa bo ena sama pobegnila ven z rastlinjaka, pa našla zunaj seveda boljše paše, kot rastlinjak je in prevroče, in rastline, ki jih gojimo v rastlinjakih, niso ravno idealna čebelja paša. V paradižnik recimo sami vidite v taki tulec, kot sem prej rekla, isto kot pri detelji, sploh ne pridejo, ne, in čebele načeloma v rastlinjaku jim je vse prevroče, premrzlo in tako naprej, ne. In če pride ven, ona se bo vrnila nazaj v gnezdo in bo vsem čebelam povedala, hej babe, gremo ven, tam je boljše, in bodo vse šle za njo. Čmrl bo sicer odišel ven, celo prišel bo nazaj v rastlinjak, ampak ne bo nikomur povedal, da je zunaj bila boljša hrana, celo in zaradi tega bodo vsi ostali še vedno ostajali v rastlinjakih, ne, to jim je razložil kot prvi razlog. Drugi ali pa najbolj pomembni razlog pa je to, kot sem že prej rekla, bom samo na hitro povedala, zakaj so čmrli opraševalci, čeprav je to, da mi kupujemo črne tujiri za naše naravne čmrle, lahko tudi zelo nevarno, ampak vseeno. Paradižnik ima takšen cvet, kot ga vidite, to so venčni listi, tole so pa čašni listi, to so pa v bistvu prašniki.
To nihče ne pomisli na to, ne. Nikoli ne pomisli, to ni cvet, ampak to so že prašniki. Na notranji strani samo so zlepljeni skupaj. Na notranji strani se nastaja, spravi, se ustvarja cvetni prah, na sredi tukaj noter je pa tale brazda pestiča, ne. In zdaj, ampak ta cvetni prah mora vseeno pasti na brazdo pestiča. Če se spomnite, kdor od vas se spomni še nedolgo let nazaj, vse kolikor jaz vem, ko so mene še učili, ne, so me učili, da je del tehnologije pridelava paradižnika v rastlinjaki tudi to, da hodimo vsaki drugi dan pa paradižnik zjutraj tresemo. Ne vem, če se kdo tega od vas spomni. Na tak način, ko mi cvet stresemo, v bistvu sprostimo ta cvetni prah. Posebej, če je v rastlinjaku visoka zračna vlaga ali pa zelo nizka. Sprej, če je zelo suho ali pa če je zelo mokro, vlažno, potem cvetni prah ostane zalepljen gor na prašnike, ne, in potem v bistvu ne pride do brazde pestiča. Manj je cvetnega prahu, manjši so plodovi, to si zapomnite. Se pravi, dobra oplodnja vedno pomeni večje plodove. Ne samo, da pomeni, to je posebej poleti, tisti, ki imate več paradižnika, veste, da se v drugi polovici poletja vedno zmanjša in število plodov v etažah in velikost plodov. Ne? Pa mnogi mislijo, da to gre za hrano, pa začnejo na veliko gnojiti. Ne, gre za to, da so previsoke temperature in preprosto do oplodnje ne pride. Ne? Pri tem lahko pomaga čmrli. Zakaj? Ko on prileti na ta cvet, on ga tu gor, zdaj nimam, pa sniskala, imam jaz eno slikico, tu gor nastanete, tako se tu zelo močno se prime tega cveta tukaj, ne, zelo močno se prime in s tem, ko je on, ker je težek, ker je velik, v bistvu zelo strese cvet, ne, in če jih imamo namerno veliko v rastlinjaku, so seveda cvetovi namesto nas streseni in zato pomeni, da tudi prispeva pri tej oploditvi, zato so čmrli veliko in zato, ker začnejo tudi delati tudi pri visokih temperaturah in tudi pri zelo, zelo nizkih, zelo zgodaj zjutraj, tisto boste pa pol graf videli, ne, to sem že razložila, to slikco, kaj pomeni. No, tukaj vidite, koliko je tu gor divjih opraševalcev na čebuli, se pravi, do semena čebule, sploh ne vsi misli čebulček je samo iz semena narejena čebula, ne, da ne bi kdo zdaj mislil, jaz pa da uporabljam čebulček, pa me seme čebule ne zanima, ne, samo nekdo nekje je mogel seme pridelati, seme posejati in potem iz tega narediti čebulček. Glejte, koliko je tukaj gor opraševalcev, to je bil en dan, pa niti ni bil idealen, od čmrlov, čebel, do muh, trepetavk in pa še, če bi takrat to vedela, to je že nekaj let nazaj slikano, bi zagotovo si lahko vzela 1 uro časa, pa vse poslikala, kar se gor na cvetovih čebule najde in kogar zanimajo opraševalci, kogar zanimajo rastline, ne, naj naredi dvoje. Zdaj spomladi divja ta mrtva kopriva, ki je zelo veliko in potem poleti tudi cvetoče korenje. Tam boste največja pestrost vsega, kar nam narava še zna nuditi naši na teh rastlinah, ne. Čmrli sicer živijo v družinah, ne, ampak ima nekaj 100 delavk maksimalno, da naredi, ne, proti tistim tisočim, ki jih imajo čebele, vidimo, da so te družine male in še nekaj je razlika, ne, čebelje družine prezimijo in jih ostane tudi čez zimo, nekatere pač odvisno od vse življenjske dobe nimajo velike, ker so preveč pridne, pa preveč delajo, ne, vsaki velik dela, težko rečemo, da bo, ali pa preveliko, da bo imel dolgo življenjsko dobo, ampak vseeno, pri čmrlih prezimijo samo oplojene matice. In to je tisto, kar je najbolj nevarno ravno zdaj v tem času. Vse, kar zdaj vidite, pa kar boste še mogoče kakšen mesec dni videli, to so vse samo oplojene matice. Se pravi, če mi karkoli naredimo, od tega, da uporabimo kako sredstvo za varstvo rastlin, ki ni primerno, do tega, da se pravi, boste pol videli, kar mene najbolj skrbijo, tele mrtve koprive, ki zdaj že zelo veliko cveti, uničimo, kdo jih celo poškropi, karkoli, z vsem, ne uničimo samo enoga čmrla, uničimo celo zalego za celo leto, ne, to pa pomeni, da smo v bistvu prekinili celotni razvojni krog. In čmrlov več ni, zato jih je pa vedno manj tudi v svetu, ne. Se pravi, zdaj, kje gnezdijo? Gnezdijo zelo veliko, imamo tako imenovane talne zemeljske čmrle, ki gnezdijo v odprtinah, v tleh, lahko pa gnezdijo tudi nekje v duplih, na raznih starem lesu, v luknjah, v kakšnem lesu in podobno, no. Imajo vse možnosti tega gnezdenja, ne, in še nekaj, vsi čmrli, ki so zdaj spomladi, vse, kar zdaj vidite, so matice. Se pravi, za te je treba še posebej skrbeti in zato se nekaj, da bi raje v tem času, ker zdaj se ravno to dogaja, zdaj, če bi bilo tako toplo, kot se je začelo, bi tako že bilo prepozno, ne. Zdaj na srečo je še ta teden kar mrzlo, čmrli pa že letajo, če boste šli, boste pol slikco videli, no. Zdaj, dovolila sem si tudi slike dr. Bevka, zdaj, da boste samo malo videli nekatere čmrle, zdaj tudi sama sniskala razlike, pa priznam, da jih nisem zelo veliko videla, ne. Eni imajo pač malo tega rumenega gor, eni imajo beli zadek, eni imajo 3 tote lise, skratka, čmrlov je zelo veliko, boste pa tudi takšne videli, ki sploh ne bi imeli za čmrle, saj tudi ni pomembno. Važno je, da vse, kar vidite na cvetovih, je opraševalec. Se pravi, za vse, kar vidimo na cvetovih, nam dela samo korist, nam ne dela škode in za vse je treba skrbeti, ne. Zdaj, ko sem rekla, njihov življenjski krog je takšen,
prezimijo samo matice, ki so oplojene, skoraj vedno prezimijo v tleh, zato so te razne naravne luknje, to, kar naredijo razni glodavci, tudi na vrtu, tudi v zelenicah, okrog vrtov, da ne govorimo njiva, zelo pomembne za njih, ne, da lahko prezimijo. Spomladi se te matice počasi spravljajo ven iz zemlje, zdaj so jih že zbudili tisti topli dnevi, zdaj tu pa tam že kjero vidiš, hvala Bogu še ne veliko, no, sem zelo vesela tega, ne, in se v bistvu pasajo na te spomladanske cvetovi, zato je treba zdaj zelo paziti, kaj počnemo in te hrane tudi morajo imeti dovolj, ne, ker pol kasneje pa se matica v tleh naredi, sama si naredi gnezdo, nihče pri tem ne pomaga, ne, kot pri čebelah, ki pomagajo tudi druge, in človek in delavke si naredi gnezdo, potem pa ona ne gre več ven z gnezda. Potem poletni čmrlji so pa vsi že delavci, ki pač hranijo to matico, da naredi čim več teh delavk, skratka, in potem v jeseni v bistvu matice se razvijajo, se parijo samci, parijo se zunaj na prostem, tako da včasih, sicer jaz te prilike še nisem imela videti, ampak upam, da mi bo letošnje leto to uspelo in potem prezimijo spet oplojene matice, vse ostalo pa propade. Se pravi, zato je meni tako pomembna ta pomlad, ne. Zdaj, kaj ogroža, to boste še enkrat videli, tako da opozarjam, ogroža jih predvsem okolje in pomanjkanje hrane, spomladi pa jeseni. Najbolj problematična sta pomlad pa jesen, poletje je hrane dovolj, ne. Pesticidi, tako kot vse ostale žuželke, tu je težava še bolezni. Bolezni so, kot sem prej rekla, imajo iste, mogoče še kakšno zraven, kot jih imajo ta gojena čebela, ampak veste, pri boleznih je tudi tak, ne, če je živo bitje, koliko toliko tudi živi v dobrih življenjskih okoliščinah, se pravi, če je naša klima, naše vreme toplo, ne premrzlo, ne prevroče, da je hrane dovolj, potem je ta odpornost na bolezni pri teh divjih čebelah nekoliko višja, kot je pri teh gojenih čebelah, ampak problem pa nastane, ko se naša klima zdaj tako zelo spreminja, pa ni toliko ta problem, tudi sprememba klime, največji problem je ti skoki, ne, to smo letos pomladi že dvakrat doživeli, ne, že dvakrat je bilo tako toplo, da so se nekatere matice zbudile, pa dvakrat vmes tako mrzlo, da jih je lahko tudi kakšno matico, tudi tam raz pokončal, ne, in to je poletje enako, ne, spravi, takrat se pa dobro ne počuti, pol je pa tudi bolezen problematična. Tako kot vse ostalo z uvozom, ko uvažamo tuje, neka tuja bitja v našo državo, kakršnokoli, ne, tiste, ki so za nas koristne, ali tiste, ki niso, tiste, ki se, bom rekla, kot eni slepi potniki pripeljejo tudi na rastlinah, ki jih vozimo k nam, vse v bistvu je lahko nevarno, bolj za te divje, bom rekla, opraševalce, kot pa tudi za domače, ne. In pa pri čmrli se pojavlja še ena velika težava, to so pa gnezdišča. Posebej tisti talnih čmrlov, ki živijo v tleh, ko si v tleh najdejo gnezdišča, in naj povem, da nas je doktor Belko opozoril, da se včasih celo matice med sabo stepejo do smrti, zato da najdejo gnezdo, ne. To boste pa sami videli, čem je težava, ne. Pomanjkanje hrane, že prej sem rekla, posebej spomladi, kmetje kot travnik od teh pisanih cvetočih nimamo več, še hujše kot pa to, pa se meni zdi to, recimo moja mama je ta vikend, preden sem jaz prišla domov, je bilo že pokošena zelenica. Na srečo, da je tam ravno tisti del, kjer imamo največ tega skrečnika, to je namreč ena usnjatica, se boste pol sliko videli, tisti del, ker je bil prehudi hrib, pa ni mogla, čakala na brata, neka Bog ne da, da mi to pokosiš do maja, ne, dokler matice ne grejo v zemljo, dokler nimajo svojih gnezov, takrat pustite vse, kar je v zvezi z usnjaticami, pa vse, kar cveti na zelenici na miru. Vam bom pokazala potem še, da boste vedeli, da se lahko to privoščite tudi tam, kjer si želite zelo lepo imeti, ne. Nimamo nekih pravih mejic več. Najbolj varna gnezdišča so namreč v raznih mejicah, na travnikih, na poljih posod. Namreč kaj se zdaj zgodi, ne? Zdaj smo že, pšenice so se že najmanj enkrat, če ne dvakrat pognojile, ne? Takrat gremo gor s težko mehanizacijo. Čmrlke, matice, se takrat tista spomladanska težava ni bila problematična, zdaj bo problematična, ne? Če se pelje čez čmrlje gnezdo, ne, če si predstavljate, da gnezdi v tleh v eni luknji, ne, takrat traktor zbije to gnezdo in seveda ubije vse, kar je v tem gnezdu, se pravi, gnezdo je za letošnje leto zaključilo, ne. Tudi mi na vrtu, če pretirano ne pazimo, recimo ob vrtovih, ne, če ste šli gledati, veliko od vas jih ima, če boste zdaj pogledali, posebej tam, ko so koprive, so take luknje, te luknje navadno naredijo glodavci, miši, ne bom rekla, da bomo zdaj voluharja pustili na miru, ne, ampak mi potem te luknje zadelamo, lepo si naredimo lepe grobeke, ne, okrog in okrog, da imamo čim lepše tudi v rastlinjaku in s tem uničujemo vse možnost ali pa prostor, kjer bi lahko čmrlji gnezdili, ne. Teda tudi tukaj, pri teh luknjah, tam, kjer ne motijo, jaz vem, da se vsega ne da, ne, bodite previdni, pustite jih, koliko se le da, posebej kje ob kakšnem trajnem nasadu, kjer pravzaprav tako ne motijo, in pa ob rastlinjakih. Ker tam so, se mi zdi, čmrlji
najbolj potrebni, oziroma tudi vsi ostali divji opraševalci. Tudi naše žive meje so prvo niso cvetoče, ker zdaj je recimo tudi odlična hrana, če ste šli gledati v nedeljo. Včeraj sem gledala, pa vam v filmček pokazala, koliko je bilo sicer bolj divjih čebel kot čmrlo včeraj nisem videla, nobenega, to pa ne pomeni, da jih ni, ne zunaj, divjih čebel že na tehle raznih cvetočih spomladanskih grmih, kot je, ne vem, japonska kutija, flozicija in pa seveda mrtva kopriva, to boste pa videli sliko. In to mi zdaj vse nekaj obrazujemo, večinoma so žive meje zelene, bog ne da še te strupene ciprese, ki so še bolj grozne za vse opraševalce, pa tudi za druge koristne žuželke. Skratka, predvsem uničujemo mejice na njivah, tam je še huje za mene, tam pri nas na Ptuju sta zdaj spet 2 mejici bili porezani, zato ker pač se nekomu zdi, da to ne sme biti, se hvala Bogu, nam bo veter tako so zemljo odnesel, ampak s tem, ko nam bo, namreč nekaj je, ko nam veter odnese rodovitno zemljo, si jo izgubimo za veliko število let, Če nam pa čmrlemo uniči, potem pa jih ne moremo dobiti več nazaj, vsaj teh naših pravih, pa ne samo čmrle, se govorim tudi o drugih rastlinah. Potem poletje ni toliko problematično, kljub temu, da teh naših divjih travnikov, ki cvetijo, se pravi, ki so pozno košeni, problem je v tem, da kmet, če hoče dobro prehraniti svojo živino, če hoče imeti kvalitetno mleko, mimo grede, da ne ste mislili, da to gre samo za to, da potem nam to nič ne koristi, ne samo, da hoče imeti veliko mleka, ampak tudi dobro mleko, če krava ne je dobro, tudi njeno mleko ni kvalitetno, Potem mora kositi travo predne rastline zacvetijo, zato ker ko začnejo cveteti, kjerkoli rastlina zgublja na teh koristnih snoveh, lahko temu rečem, vse isto velja za zelišča, ampak zelenic pa nam res ni treba tako zgodaj kositi. Bom pol rešena slika več povedala. In pa seveda jesenska hrana, v jeseni potem spet vse neha cveteti, travniki so tako pokošeni, ker mora biti že za zimo pripravljeni in tako naprej. In jeseni nič kaj veliko stvari več ne cveti, ki so hrana za čmrlom. Tu pa lahko mi pomagamo. No in zdaj sem že pri tistem, kaj sem vam obljubila. Če kdo od vas z Maribora točno ve, to je tam na tistem, jaz sem rekla, papeškem travniku, tam, kjer je bil papež, toliko let nazaj ni travnik, pa zaprav njiva je tam pri Betnavskem gradu. Ta njiva je zdaj živo vijolična, mislim, še imam kakšno sliko, pa nimam, mislim, da bom še dala kakšno sliko, živo vijolična, skratka. Mene najbolj skrbi, da bodo zdaj drugi teden, ko bo malo topleje, da se bo kdo spravil z kakšnim herbicidom, pa to zadevo vničil. V tej njivi, če pogledate, boste videli, tisti, ki bo šel, bo videl ogromno teh lukenj, to so potencialna gnezda. Ko bo šli tudi vse, skoraj sigurno bo tam rasla koruza, čeprav sem videla, da je to noter posijana detela, tako da mogoče imam upanje, da bo to pravzaprav letošnja se njiva malo spočila za detelo, bomo videli, tu so potencialne gnezda čmrlih matic. In ko mi to uničimo, ne samo, da lahko, recimo, če bo zdaj šel s kakšnim herbicidom, pa bodo čmrlke gor, ker običajno delajo to podnevi, pa boste videli, kako pozno še čmrli letajo, če bo neposredno poškropijo, bo tako ubil, čeprav načeloma herbicidi naj ne bi bili strupeni, ampak to lahko se o tem pogovarjamo, neposredno smrt ni, posledice pa veste, da ne more biti kar tako enostavne. Tako da, to, ko sem brala, to je vid tega, če boste zdaj šli gledati, boste tega videli veliko na vrtu, boste tega videli veliko na zelenicah, boste tega videli veliko tudi na njivah. Zdaj jaz vem, njiva je namenjena pridelavi hrane, že tako imamo premalo zemlje, tako da tam težko, da bi človek rekel, ampak še tam bi si lahko, če bi se odločili, pustili ene oaze, pa jih kasneje obdelali, pa kasneje naredili. Samo vem, da na 10 hektarskih njivah je to nemogoče. Na vrtovih se pa da vsaj ob rastlinjakih pustiti zadevo popolnoma na miru, pustiti vse mrtve koprive, da cvetijo. Če drugo kakšno gredo pustimo kot eno tako oazo, to se pa da narediti, to pa ni nemogoče. In mrtva kopriva, dajmo iz glave ven, da je plevel, mrtva kopriva je prva in najbolj pomembna, skoraj lahko rečem, hrana za vse divje opraševalce. To si pa lahko, če si bomo to v glavi razčistili, lahko to tudi pustimo. No, še enkrat od blizu, seveda potem pride tudi regrat, boste še nekaj teh videli, ko sem že rekla, nekaj travnikov, včasih jih tudi voda vniči, vode imamo poleti premalo, tako da v vsakem primeru, če ste gledali kakršnekoli, kdajkoli, kakšne dizajniranje, kakršnekoli vrtov, recimo v Angliji in pa v ZDA, vedno, poleg vsega ostalega, je vedno ena ptičja kopa, mi temu rekamo bird bath, če ste gledali to, voda, se pravi, damo na vrt vodo. Res je, da je v prvi meri namenjena ptičem, tudi jaz v bistvu najbolj oboživam, ko si ogledujem ptiče, ampak verjamete mi, če boste imeli vodo, tako vodo, dostopno vodo, nekje v bližini sadovnjaka, takrat, ko cveti v rastlinjakih celo poletje, na vrtovih celo poletje, boste šli pogled, boste videli tudi ogromno, ne samo divjih opraševalcev, tudi domače čebele, ki bo šla to vodo piti. Ker namreč katerikoli od teh žuželk
ki leto cveta na cvet in nabira medicino in cvetni prah, je zelo, zelo žejna. In naredi zelo veliko poti, recimo čebela, da se vrne v rastlinjak, pa gre spet naprej, zato da se napije samo vode v čebeljak, ne. Tako da vam svetujem, voda je tudi ena zelo pomembna zadeva. No, mrtva kopriva, vse ustnjatice. Ustnjatice so rastline, ki imajo lete te cvetove, srečen kot zajčke, ne. Ko ima spodaj taka, kot neke usta, tako so se tudi imenovali ustnjatice, ne, to ni po ustnju, ampak po ustih, ne, ker je t zraven, ne. Poglejte, to je meta, recimo, ne, ampak vse te meta, melisa, bazilika, še kar nekaj imamo teh rastlin, teh cvetočih zelišč, ki so odlična paša za vse te, tudi zdaj spomladi, ne. To je ožepek, recimo, ožepek je tudi zelo hitro zacveti, je tudi zelo pomembna paša, zato je divja gozdna čebela, ne. Pa še kaj bomo našli, no, to so pa tile skrečniki in to je vrt moje mame, zdaj še ne cvetijo tako močno, no, to je od lanskega slika, zato sem jo slikala, ker mi je mama jamrala, ja, pa Peter, brat moj, nima časa, pa ga nič ni doma, pa bi mogel popustiti, pa imamo tako grdo okrog hiše, sem rekla, mama, ne, nimamo grdo, imamo tu eno dobro prehranjevalnico za vse naše vpraševalce, ne, in potem sem le prepričala, da je nekaj teh otokov tudi lani ostalo, da ni bilo treba vsega pokusiti. To je, tukaj mi lahko, zdaj pa bo vsak rekel, ne, da se pa kaj te moja zelenica ne more rešiti sveta. Ni res, če grede gledati, koliko imamo hiš v Sloveniji, pa vse hiše imajo neko varianto zelenice, pa če greš malo pogledati kakršnokoli staro gradico, kjerkoli, mogoče tam, kjer pravzaprav ni čisto na vidu, oči boste zdaj tam gor našli mrtve koprive, ne. Če samo to pustimo, smo veliko naredili, pa ne samo za svet, ali pa za, bom rekla, kompletno opraševalce, ampak kot sem prej rekla, tudi za svoj vrt. Ogromno, če vam bodo opraševalci pomagali opraševati, boste divji opraševalci, ne samo, sicer pa čebel sami veste, ponekod sploh več ne pridejo do vas, ker pač čebeljake imamo zdaj bolj večje, zato imamo toliko čebel, ne, ker imamo, hvala Bogu, kar veliko čebelarjev, ki se s tem poklicno ukvarjajo in poskrbijo za čebele, ampak nam pa ni nujno, da nam bodo te čebele pomagale, ne. Tako da zdaj spomladi, probati, če drugo, ne, mislim, da imam potem, no, to je skrečnik od blizu, ne, mimo grede ta plazeči skrečnik, ne, ali pa Juga reptans, ne, latinsko, če koga to bolj zanima, ga najdemo tudi kot krasno rastlino. Najdemo ga v jeseni, jaz rečem kot jesensko lepotico, posadimo v ta naša korita, nekaj zdaj že tudi v jeseni, kaj sadimo, imajo pa lahko zelo lepo pisano listje, belo, zeleno, belo, rdečo, belo, vijolično, tako, no, lahko tudi samo temno zeleno. Skratka, ga imamo, ker je povešujoč, nam lepo gre navzdol malo po koriti, ga pa posadimo nekam na grede, pa nam je na gredah lep, recimo, ne. Imamo že eno tako čebeljo pašo za zdaj spomladi, ko je najbolj pomembno, ne. Dobro, grmovje, to bomo še tu nekaj šli, no, ampak vseeno ob trajnih nasadih, ne, če je kdo od vas malo večji, vem, da eden vsaj ima že kar precej velik trajni nasad. Ob trajnih nasadih, če ste imeli posajene grme, ki cvetijo, ampak ne pol jih rezati na gobico, jaz temu rečem, ne, ali pa na žogico, ki cvetijo, tu je sivka, recimo tudi ena krasna hrana potem poleti za te opraševalce. Več boste imeli, ali pa mrtvo koprivo, če zdaj pustimo, ne, boste tudi imeli veliko več opraševalcev in s tem boste tudi imeli veliko večjo možnost, jaz ne rečem, da vam bo zato bolj opraševalo, ne, ker pol je še odvisno drugega, ampak se pravim, čmrli so nekaj drugega. No, meni je bilo zelo zanimivo, to, ko sem našla v enem rastlinjaku, veste, kaj tu gor piše, ne? Tu piše, da ta rastlina, to je bil rastlinjak, kjer so prodajali sadike, se vidite, od zadaj, mislim, da ena ali je koruza, ali pa je posebej prijetna kakšna sladka koruza kot sadika za prodati, ampak piše tu, da ni za prodajo, piše not for sale, ne, ni za prodajo, to imajo takšne note nasajene, te, bom rekla, to je tale, no, vseeno, v glavnem nasajene zato, da dobijo, da to v tem primeru bolj koristne organizme, se pravi bolj predatorji, ki jim pomagajo skrbeti za to, da ni toliko škodljivcev v rastlinjaku, ampak tudi konec koncev, da privabijo te naše koristne stvari. In jaz sem enkrat videla, pa tistega filma sem si vzela včeraj popoldne skoraj 1 uro časa, da bi ga našla, pa ga še zdaj ne najdem. Tudi na velikih površinah, kako se to naredi, da damo zraven, jaz vam tu takšno sliko, ne, ampak jaz vam ne predlagam tega, da bi to šli eno celo vrsto, to je res, ne bom rekla zguba zemlje, ker ni zguba zemlje, ampak v bistvu gre za to, da so naredili v Ameriki na eni velikanski, mislim, da je bila 80 hektarska ekološka farm, spravi organic farm, ne, ekološka kmetija, kjer so v krve multiplošče, ko so si sjali solato, je bila, recimo na eno multiplošče je bilo 5-6 takšnih
cvetočih, to je grobeljnik, no, zdaj sem se spomnila, grobeljnikov, ne, lahko je to tudi ognjič, lahko je to tudi kapucinke, so tudi zelo, ko sem zdaj to raziskovala, tudi zelo jih priporočajo prav za opraševalce, ne, imam še nekaj slik na to temo. In to čisto enostavno, potem tisto multiploščo, ko ti na stroju sadiš, ali pa tudi konca na vrtu, če bi imeli manjše, če bi se to sami naredili, recimo dodaš na tisto eno, ko imaš 9, poseješ eno rožico zraven, avtomatsko, ko ti sadike sadiš, ker tisto sadiko posadiš, ni treba nekam v kraj, nekam posebej, neke mejice, pa se neki čas oziroma prostor iskati. Ne. To je čisto enostavno narejeno in nažalost te zadeve ne najdem več, da bi vam je pokazala. Že prej sem rekla, no pa vseeno se bom ustavila pri bazilika. Čeprav so se mi enkrat eni čebelari smejali, ko sem mi to rekla, ne. Bazilike so znane po tem, da če se čebele na njih paše, govorim zdaj o medonosni čebeli, ampak zagotovo, če to na njih vpliva, bo vplivalo tudi na te naše divje samotarske čebele, pa še bolje pomembno, pa tudi na čmrlje, ne, se čmrlje so v bistvu posebna vrsta ali pa zvrst divje čebele. Je znano, če se na njih pašejo ti opraševalci, da so tudi dosti bolj odporni na bolezni. To je logično, ker tudi bazilika sodi tudi med zdravilna zelišča, ne samo med kuhinjska zelišča. Se pravi, samo baziliko, ki ti cveti, čim več je med, kjerkoli jo lahko imamo, tudi ob čebelnjakih, če imamo čebelnjake, tudi ob sadnem drevju, ne samo na vrtu, zato da na tak način, pa ker je tudi zelo lepa, recimo tudi imam sicer tele vrtne bazilike, ne, ampak obstajajo tudi balkonske, ki so ogromne, ne, da tudi tiste balkonske bazilike si lahko posadimo v korita, jih damo tudi kam, ne vem, mogoče malo stran od hiše, da konec koncev ne samo medonosni čebeli, ampak tudi divjim čebelam, pa divjim čmrlom pomagamo. Ne, to je pa to, kar sem vam že rekla. Cvetoči travniki, zdaj gliko je tako najlepša marjetica, pa nekdo gre pa jih pokosi, ne. S tem vzamemo hrano, in to veliko hrane, cvetoči regradi, ne. Pol takoj naprej nekje bom imela sliko, pa vam že zdaj pokažem, ne. To je sicer slika s Facebooka, nekdo jo je objavil iz tujine, ne. Kaj tu piše gor, za tiste, ki ne veste angleško, ne, se opravičujem za plevele, jaz sicer tega ne bi napisala, ne, ampak gre za to, da hranimo divje, tu piše čebele, ne, da hranimo pravzaprav divje opraševalce. Se pravi, vsaj zdaj spomladi, vzamite si malo časa, pa to zadevo pustite, jaz sem še htela vam samo eno sliko pokazati, ampak je nekje drugje, dobro. Skratka, regrat je tudi ena izmed zelo pomembnih paš, in če drugo ne, vzamite si čas, pa pojdite uživati. Tako, jaz sem najprej uživala, ko sem ptičke krmila, najprej po zimi, kako so se tam zabavali, čvekali, ne, med sabo in tudi tepli konec koncev. Potem sem začela uživati poleti, ko sem jim vodo nastavljala, pa jih je bilo glih tako ogromno, še zdaj jih je ogromno, tudi poleti na vodi, ne, včasih mi celo spraznijo dopoldne, ko sem v službi. Zdaj sem pa zelo začela uživati, ko grem recimo zdaj na mrtvo koprivo, prvi dan, ko bo topel dan, pa če bo na Betnavi še tista mrtva kopriva, grem uživati na tisto nivo, pa gledati, kaj vse se tam vidi. Pojdite, boste videli, zelo hitro vam potem postane to tudi zelo všeč, ne. Enako velja za take regratove nive, no to je nekaj slik spleta, kjer lahko tudi pod trajne nasade, ne, nasadimo. Cvet je mogoče zelo pomembna, sta ribes pa borovnica, kot sem že prej rekla, ker medonosne čebele ne morejo opraševati, ne. Če damo spodaj kakšno usnjatico, tu v tem primeru sicer niti se ne vidi dobro, kaj je, ampak bolj kot primer sem vam dala, ne. Angleži, ne vem zakaj, zelo priporočajo, to je sivka sicer, priporočajo tudi, prej sem že omenila kapucinke. Jaz vem, da so kapucinke izredno dobra zadeva, rožica proti strunam, tudi se pravi tam, ko imamo težave s krompirjem, pri strunami na krompirju, kjer imamo težave s paradižnikom, govorim seveda o malih gredah, ne govorim o velikih njivah, ker ne bo zadoščalo. Če raste kapucinke ob robu, okrog in okrog, boste imeli malo manj težav z njimi, ker ne grejo rade čez to, ne, spet je odvisno, koliko imamo in tako naprej. Skratka, ampak Angleži pa jih zelo priporočajo tudi pod sadnim drevjem. Mogoče, jaz nisem sadjar, to najprej povem, ne, tako da mogoče me bo zdaj kakšen sadjar nadrl, tudi to vem, ker sem to brala, zdaj, če imam še prav ali nimam, me bo kakšen sadjar popravil, zagotovo, ko so drevesa mlada, rajši ne. Takrat pač tisti del, kolikor jaz vem, je treba okopavati, neki je v rasti korenin, da se korenine dovolj globoko vraste, potem pa te rastline niso več konkurenca za hrano. Pa tudi takrat jih lahko pa mogoče čisto po robu, ne, se pravi, tam, ko so korenine drevesa, ne, pa malo povečamo, pa tam posejemo kakšne enoletnice, toliko, da imamo tudi tam rastline, ne, tudi en primer iz spleta, tudi za vinsko trto, to sem vam že pokazala. No, pol pa jesenska hrana, ne, zdaj pri jesenski hrani je malo težavno, tudi na njivah, konec koncev je lahko tu pa tam kakšna rastlina, ki še po zimi cveti, in trajnih nasadi so zagotovo lahko, tako kot imajo zdaj že veliko vinogradnikov, vidim pa tudi sadjarje, vidim, da imajo vrtnice na robu vrst posajenih, ne,
In ko sem jaz to prvič v Franciji videla 20 let nazaj ali pa še več, sem rekla, no viš, ko imajo Francozi radi rože, še v sadovnjake pa vinograde vrtnice sedijo, ne. Se pol sem zvedela v bistvu, da vrtnice so pravzaprav indikator, skratka, da vrtnice prej zbolijo in potem že predtem vemo, kdaj imamo okužbo v nasadu, ne. No, ampak na isti način bi lahko vse tu pa tam, veste, hermelika, to je ta rastlina, tu verjetno kdo pozna, sploh ženske, ne. Vse ime hermelika tudi poznate, ne, je v bistvu na njej, mislim, da imam pol nekje, gledajte tu že čisto primer, to je z enega vrta poslikano, pa še več teh slik imam, je v bistvu ravno v jeseni cveti, ko se začnejo težave in je zelo lepo, pa to je zelo poceni rastlina, pa hitro se množi. Astre, jesenske astre v takšnih drugačnih oblikah, zelo nizke, celo plezajoče obstajajo, zelo visoke, ki mogoče niso primerne. To je vse tu pa tam, kjer je lahko, posebej v teh manjših nasadih, ne bom rekla ravno v hektarskih vinogradi, pa še tam ne bi čisti škodilo, če bi obrobo, obograj, tu pa tam posadili kakšne takšne rastline. Pa se jih ni treba kaj dosti vzdrževati, zato ker bolj so pisane, več še kakšnega plevela not zraste, pa zacveti, to boste še videli, boljše je, ne. Zagotovo astra, hermelika, to so na prvem mestu za te stvari, pa tudi tale jesenska anemona, no, ta trajnica, ki je na vrtovi, tudi dobite nizke, visoke, majhne, srednje, tudi od zadaj so že, ampak kot so cvetele rudbekije, če vidite, ne, tudi rudbekije, se pravi, pa tudi tale ameriški slamnik, to je sodi v to skupino rastlin, tudi jesenska hrana, to so dalje, recimo na vrtovih, ne, ampak s tem, da, gledajte, to je moja slika, mimo grede obe dve, ne, to je slikano v enem francoskem parku, sicer, ker Francozi imajo zelo radi dalje, pa imajo zelo veliko zbirk dalje, ampak vpraševalce, spravi čmrle, pa žuželke sem našla samo na teh enostavnih. Niti enkrat na nobeni tisti polno cvetoči, to, kar pa imamo mi najrajši, največji cvet je bolje razkošen, rajši jo imamo, ne na teh enostavnih, pa te enostavne se v bistvu lahko razmnožuje tudi semenom, se pravi, niti ni potrebno tega, ne. Zdaj pri divjih čebelah, namreč zakaj tako hitro govorim, ne, ker mi vseeno časa manjka, pa vse sem zdaj že velik del, če bi samo to si zdaj zapomnili, kaj sem zdaj povedala, sicer pri čmrli, to velja v bistvu za vse divje opraševalce, ne. Čebele samotarke so zelo dobri prinašalci cvetnega prahu, predvsem zato, ker so običajno ali pa večinoma vrsti zelo kosmati. In se pravi, medonosna čebela si cvetni prah trpa v nogice, tu sami veste, da ga odnese v gnezdišče, da ima tam pač za kar ga porabi, ne, medtem ko samotarke so pa zelo kosmate in zato tudi ne samo, da prenašajo kot tak, na tak način kot čebele, ampak v bistvu za celotnim trupom ga prenašajo, vse čmrli tudi, no. Pa ne se biti zdaj jezni čebelari spet, ne, ampak to sem večkrat zasledila posod, tako da se zavedate, da tudi samotarke nam opravijo zelo veliko dela, pa ne bom rekla to 100-krat več, ampak vseeno ogromno dela nam lahko ne prihranijo, ne. Zdaj, čebele samotarke, te so pa tako različne, se pravi, zelo težko, recimo, če boste to gledali, boste težko ločili, ali je to čebela, ali je to muha, trepetavka, ne. To še priznam jaz, nisem tako daleč, da bi jih ločila, ne. So pa nekatere, ki jih sploh vidite, to je doktor Bevkner slikal, ne, da ne bi spet kdo govoril, nekatere stvari sem pač z njegovega predavanja uporabila, ker so dosti lepše, pa bolj nazorne kot z mojega, mislim, kot to, kar imam jaz slike pripravljene. Tale gozdna čebela, opazujte jo malo, to je čebela, nič mrv, čeprav je pa ogromna, zelo velika, čist črna in je zelo redka, nažalost zelo redka. Upam sicer, se pa da najti, recimo jaz sem na fižolu našla, se pravi tudi fižolovi cvetovi očitno pašejo. Že spet cvetovi, fižol je sicer samo prašnica, ne, ampak načeloma pa tudi vse kasneje, na začetku zagotovo se opraši sam in pa tudi čebele, če drugo ne, pomagajo pri tem, da je več strokov, predvsem pa, da je več zrn v stroko, ne. Pri čebelah samotarkah, zakaj pravimo samotarke? Njihova ta glavna, bom rekla, razlika od medonosne ali pa naše čebele, gojene čebele je v tem, da v bistvu ne skrbijo za svoj zarod. One se najprej pasejo, odvisno kdaj, kjere, boste pol filmček videli, da se ene že zdaj zelo, zelo pasejo, si naredijo gnezda, v ta gnezda zaležejo nekaj jajčec, dajo zraven vsakemu jajčecu nekaj cvetnega prahu, zato ga tudi zelo veliko nabirajo in potem gnezdo zapustijo. Nekaj časa ga sicer še branijo od zunaj, recimo malo nadzirajo, kaj se dogaja, načeloma ga pa zapustijo, zato jim rečemo samotarke, ker živijo same. Ne samo tiste eno obdobje, ko se parijo, pač so tudi samci pomembni, ne. Prezimijo nekje v gnezdih, se nekje v zemlji, pa nekje skrijejo, zatečejo, zato je tudi to pomembno, da imamo čim več takih divjih površin, prezimijo odrasle živali, potem spomladi se izredno dejavno se parijo, izredno tudi iščejo hrano, spet spomladanska hrana, zelo, zelo pomembna, da nam ostanejo, ne.
Potem vsaka samica naredi svoje gnezdo, gledajte, tu imate mali primerček, to je že ličinka, ne. Samička prinese malo cvetnega prahu, zaleže jajčice, spet cvetni prah, naslednjo jajčice in tako naprej, nekje do 10 bi jih naj baje zalegle, sprem to je čisto odvisno od vse ene gnezdi, tudi v duplih, ni nujno, da samo v takih luknjicah, ne. V glavnem, in potem običajno se te ličinke izležejo, pojejo ta cvetni prah, se zabubijo in počakajo na naslednje leto, ne. In tu pa je že slika z letošnjega leta in veste, kdaj, če se jaz prav spomnim 27. februarja. Pa mislim, da bi zdaj imela, gledajte, kako si v teh luknjicah, zdaj, zakaj moramo te luknjice narediti vedno bolj različne, ne, zato, ker so ene so zelo majhne, ene pa zelo velike, ne, zato delamo nekje od 8 mm pa celo do 20 mm premera tele razne luknjice, ko se delamo te hotele za žuželke ali pa žuželčnike ali pa kakorkoli. Najlepše in najlažje pomagamo čebelam ravno s tem, da jim postavljamo, gledajte, in če boste šli pogledati, kjerkoli imate kakor opeko z luknjami naloženo, pa v bližini karkoli cvete, ali to divja sliva, ali so te fruzicije, to je bilo recimo pod drenom, ne, to zdaj že 4 leta opazujem, kako si one za to opeko dela gnezda, kar sicer ni v redu, ne, zato ker potem, ko se gnezdo sprazni, se lahko tudi kakšne bolezni naprej prenašajo, v bistvu bi bilo to treba vsake 2-3 leta vse spucati pa na novo naložiti, no, ampak vseeno neko delo imajo, ne. Zdaj bom jaz probala, če mi bo uspelo, se sicer trudim, da bi mi, ampak včasih znam, včasih pa ne to narediti, viš pa ga ni, bom pokazala tale filmček, ko ga imam odprtega, bi vam rada pokazala prav to, kako pa gled, pa ga ni, ne vem zakaj, boče je pa to, ja pa je. To je tale, kot sem vam prej rekla, samo zdaj, kako treba še z njim meni, da bo delal, to je bilo 27. februarja slikano, gledajte, koliko je bilo pod enim drenom cvetočim, ta dren je tudi zelo bom rekla, pomembna zadeva, če bi lahko si kdo nikoli, kakršnikoli sadovnjak, kakršnikoli vinograd, pa tudi kakršnikoli na vrtu, kakšen ta divji cvetoči dren, ker je izredno zgoden, ne, in tu spodaj, gledajte, kako so že pridne, 27, pa da še nekaj vam povem, temperatura je bila 10 stopinj Celzija, ko je mene zazeblo, sicer temperatura niti ni bila tako nizka, no, bolj je veter grozno pihal, to je bilo mrzlo, kako so že pridno letale, zdaj jaz sem to slikala, žalost nisem imela fotoaparata, poleg sem slikala s telefonom in ker sem htela pač videti, da vidite čebele bolj od blizu, da bi videli, to je bilo tako, kot bi šel pa den čebelnjak, čisto isto, vse je mrgolelo, vse je brnelo, tu če vidite, so si prav delali gnezda, ne, in potem na koncu ga tako napolnijo, kot tukaj vidite, ne, in tu noter so mladiči, zdaj pa jaz nekaj videla, ampak očitno ne bo šlo, če bo šlo nazaj, ja pa bo šlo, to je pa slika včeraj. To je pa slika mrtve koprive na eni gredi od moje mame, to sem pa včeraj slikala, veste, kako je bilo včeraj mrzlo, kako je veter pihal. Pa če boste dobro videli, to je ena divja čebela, ena čebela samotarka, verjetno bi še kakšno našla, če bi se potrudila, čmrlo pa še ni bilo, no, ampak da vidite, kako so pomembne te osnjatice, pa kako so pomembni ti opraševalci, da kljub takšnemu mrzlemu vremenu, vsi veste, kako je bilo včeraj hladno, da kljub temu so oni pripravljeni, ne vem sicer, zakaj ni zdaj skočila tja, kamor bi mogla, ja, pa je. So že na delu, ne, da veste, zato sem vam namerno to naredila, ne, zdaj pa še muhe trepetavke, dobro, to je čebela, če se jaz ne motim vse, ne, pa je muha, gledajte, kakve velike oči ima, mogoče da potem ločimo, pa če ne bi teh velikih oči zdaj videla, se bi lahko dovedela, da doktor Bevk ni slike napačne naredil, ampak vseeno, to je njegova slika še vedno, no. Te muhe trepetavke so tudi zelo različne, od 5 mm, mislim, celo 3 mm so najmanjše, pa do take velike, ki so čisto podobne čebelam, jih najdemo. Muhe trepetavke imajo poleg tega, da jih je zelo veliko še vedno pri nas, da so zelo različne, tako da boste težko ločevali vsaka sam kakorkoli, ampak v bistvu se hranijo samo odrasle muhe. Ličinke se ne hranijo, oziroma tudi za ličinke ne potrebuje cvetnega prahu, ampak imajo pa eno drugo prednost muhe, no to je pa moja slika, ne, to je taka najbolj tipična, ki jo najlažje vidimo, in če boste poleti gledali kakršnekoli cvetoče rožice, če imate koliko toliko še naravno okolje, ki boste veliko videli, ne, to je pa njena ličinka. Ličinke so pa že zelo v nevarnosti, da jih uničimo, ker so to pač podobne nekim gosenicam, niti niso tako male in jih vidimo, ampak če mi verjamete ali ne, ličinka muhe trepetavke je še bolj požrešna kot ličinka pikapolonce. Se pravi, od uši do tripsov, do pršic, marsikaj nam lahko pomaga, če imamo teh trepetavk veliko. Zato je tudi poletno cvetje na zelenjavnem vrtu zelo pomembno. Se pravi, ne samo vse zeleno, ko potem muh tam ni, ne, potem tudi ličink ne bo, ampak tudi vse ostalo pisano cvetje. In to je pa njena buba,
to bubo sem pa jaz slikala čisto po naključju, vidite, da je to na poru slikano. Čisto po naključju sem jo slikala, se mi je zdelo nekaj čudnega, nisem vedela, kaj je, pa sem slikala, ker sem htela ugotoviti, kaj je. No, potem sem pa ugotovila, da gre za to, ne. Zdaj bom šla na hitro skozi, no, kot pravim, čmrlji lezijo v gnezdih, no, to sem vam še htela pokazati, to je tudi spet tabela poskusov, ki so jih delali na Nacionalnem inštitutu za biologijo, skratka v zvezi s temi vpraševalci. Zdaj samo to tabelo si pogledajte, ko smo govorili, pol bom vam Marjeta povedala, kdaj, kako škropiti, na kak način, kako izbrati pripravke, ne. To vam bo ona povedala, to se jaz to ne bom spuščala, ampak vseeno, ko mi rečemo škropiti pozno zvečer ali prezgodaj zjutraj, ne. Glejte, ob 20, 21 je čmrl še leto in to je bilo še v času, to je bilo v sadovnjaku, kjer so jabolka še cvetele. Se pravi, ko govorimo o večeru, stvarno mislimo večer, ne mislimo 6 uro popoldne, pa 5 uro popoldne, pa še ne vem kaj, ne. Čebele so že zdavnaj spale, ne, medonosna čebela je šla že prej spat, pa še to je šla zelo mislim zelo pozno, včasih grejo še prej ne spat, pač grejo v čebeljak in tam opravlja svoje delo. Čmrli so začeli, pa kako zgodaj zjutraj so začeli, ne, takoj po sončnem shodu so se lotili dela, medtem ko so čebele še kar nekaj časa čakale, da je bilo za njih bolj primerno vreme. Zato je tako pomembno, zato so čmrli bolj v nevarnosti, kot so v nevarnosti medonosne čebele, da jim kaj naredimo narobe, ne, ker če mi izberemo pravilne pesticid, da ne bom rekla insekticid, potem lahko pazimo tudi, lahko jih uporabljamo tudi v času, v bistvu, ko je zelo nevarno za opraševalce, samo če mi to delamo pravilno, s pravimi sredstvi, ampak o tem bo bolj. Že prej sem rekla, da uvoz čmrlov je nevaren, zakaj? Sicer uvažamo istega čmrla, kot je pri nas, tega zemeljskega čmrla, ne, ampak druge rase, druge podvrste in kaj je največja nevarnost? Tako kot je nevarnost pri tej azijski pikapolonci, o kateri ljudje toliko govorijo, ne tečna je samo zato, ker hodi po fasadah, ne, drugače se ljudje niti ne zaznajo. Ampak nevarno je zato, ker se križajo med sabo, ne, in potem se lahko zgodi, da bo ta naša avtohtona sorta, ki jo imamo prav vrsta ali pa kako bi človek rekel pasma, ki jo imamo pri nas, zdaj pa sem jaz čisto po zelenjadarsko povedala sorta, ne, pasma, ki jo imamo pri nas, se bo skrižala s tem in zdaj po vprašanje, kako bo s to našo klimo, pa z njihovo klimo, skratka, kako bo ta zadeva ostala odporna, kot so tile naši avtohtone stvari, ne. Tako da načeloma vas zelo pozivam, zakaj to govorim? Zato, ker nekateri v Avstriji zelo pogosto vidiš te uvožene čmrle tudi na sadju buč, zunaj na prostem. Ker tudi pri bučah so recimo veliko bolj pridni ali pa bolj koristni od same čebele, ne, da jih vseeno ne bi še za enkrat dali ven, dokler se ne bo pri nas kdo našel, ki bo lahko pri tem malem številku porabnikov, se pravi potrošnikov, te čmrle razmnoževal in da bi našega avtohtonega dali v te nasade, ne. Že prej sem rekla, da bom povedali, zdaj bi mogoče še nekaj na hitro, to bi vas še opozorila. To pa predvsem tiste vrtičkarje, ne, se to profesionalci vejo. Dve stvari sta pri sadnem drevju zelo nevarni, cvetočem sadnem drevju. Podrast, včasih pozabimo, ne, recimo, ko drevje več ne cveti, a se ni več nevarnosti, ne, spodaj nam pa regrat cveti. Na ta način je enkrat, par let nazaj bil ogromni pomor čebel, ko je nekdo v rastlinjaku škropil sadike, ne zunaj na prostem rastlinjaku, ampak zunaj vse okrog rastlinjaka je cvetel regrat, ne. Je bilo polno čebel in je tam nastala kar velika škoda, kar se tega tiče, ne, da ne govorimo o opraševalcih, ko sploh nismo vedeli, ne. In pa te rumene lepljive plošče. Neskončno krat vidim, ko cveti jabolka, ko cveti češnja, ko cveti, da vzamete si cvet, pa vzamete te plošče za čas dol. Ker na te plošče, že meni se srce trga, mi imamo marsikje nastavljeno, ampak res po eno, mogoče maksimalno 2 na nivo, zato da pač škodljivce na vrtninah napovedujemo, pa se mi srce trga, ko najdem gor pikapolonce, tenčičarice in razne divje in domače čebele. Kaj šele na takšnem drevesu, ki je kar mrgoli teh opraševalcev. Vzamite si vedno čas, pa bodite zelo previdni, tudi na sosednjem drevesu ne smejo biti rumene plošče. Takrat, ko sadno drevje cveti, ko vidite, da so opraševalci zraven, ko slišite, ko jih vidite, odstranite rumene lepljive plošče. Ker se na njih kljub temu, da to ni neko, ne vem, število, ko govorimo o tisočih, po 10 000, ampak to kar še eno številko, na katero lahko ujamemo, če drugo ne matice, ne, čmrlo, kjer pa če matico ujamemo, pa že lahko govorimo o večjih številkah, ne. Čim več hrane za opraševalce sedi, čim več, kot sem prej rekla, na vrtovi, čim več cvetja. Že prej, že ta vrteta se sem že rekla, tako da bom malo preskočila slike, ste že videli. Skratka, medonosne cvetlice, take mešanice si lahko sami naredite. Eno gredico žrtvujte na leto, da bo posejane take enoletnice, tudi če se plevel zraven za razmnoži, ker se bo vedno plevel razmnožil, se tega ni treba plet. To se pustivo, bom še zdaj facelije, to so te rastline za zeleni podor, ne, ko se nekaj tudi zelo na hitro ob gozdovih razne rastline, ki naj cvetijo, to je z Volčjega potoka, mimogrede. To je Volčji potok, se pravi, park, ki je pri nas verjetno najbolj znan,
ob robovih teh dreves so pustili nepokošen travnik. Hvala Bogu, vse nekdo se najde. Kdor ima veliko parcelo, pa na tisti parceli ima zelo veliko sadnega dreva, se tam ni treba kar naprej kositi. Drugo je, da si tam pri hiši en prostor naredimo, kjer ne vem, se gibljamo, igramo žogo, kjer gledamo, pa mora biti lepo. Jaz to vsi razumemo. Pa da nas te misli, zdaj sem pozabila, pa bi lahko dala slike iz Anglije. Je tako zelo veliko govorimo o angleški travci, ne. Pozabite na tisto angleško travco. Pri teh veliki dvorci imajo v bistvu spode pred hišo, tam, kjer je pač čisti ta glavni prostor, imajo lepo skošeno, tako kot mi, ne. Ampak okrog pa imajo dobesedno taki travnik, kot ga tu vidite, in v ta travnik sem pokošene poti, da se po njem sprehajajo. Pa še nekaj, oni posebej oglašajo, imajo posebne vrtove, kjer imajo divje cvetje, ker so s svojim košnjem, s to svojo živino reje in s tem popolnoma uničili travniško cvetje. In zdaj ga kupujejo, pa nazaj nosimo. Mi imamo tega še veliko naravi, sem potruditi se moramo. Dobro, marjetice oziroma ivanjšice bo verjetno vsak pustil, če bo jih našel, ne, to tudi z Vočjega potoka, pa so jih pustili, ne. No, takšne, bom rekla, pisane zasaditve raznega enoletnega cvetja, nizkega, visokega, za skalnike, za mokro zemljo, za suho zemljo. Tega v tujini teh mešanic najdeš, koliko češ. Ampak ne govorim o tem. V tujini zelo viš, pa sem še polno slik pozabila vam dati, kaj vse vidiš v Franciji, v Italiji, v Avstriji, recimo v parki, pa predvsem na javnih površinah. Jaz zelo pogrešam na javnih površinah, se pravi občinskih površinah. V Franciji kjerkoli, razen v tisti stari gojenih parki, pa še to je iz enega starega parka, pa še kakšno sliko, mogoče sem dala gor, mogoče nisem. Imajo kose, kjer posejo na tak način. In to se ne kosi čist nič. Neke stvari se celo se zasejo same, še enkrat požene, še enkrat zacvetijo. Če so zmes pleveli trave, mislim, da imam potem še eno tako primer, to je ta primer iz enega parka, recimo, ne, to je oddaleč, tu vam samo pokažem, kako se pol pase, pa če še tu pogledate, pa še malo se kje najdete. Skratka, ta zadeva je že bila pozno poleti, vidite, tele koropsisi, lepe očke so še enkrat zacvetele, nekatere stvari so se že posušile, ampak kljub temu imajo na vseh totih, bom rekla, teh trikotnih protihitrostnih ovirah, no, ko včasih oni namreč nimajo toliko radarjev, kot jih imamo mi, ne, ker mi samo denarja pobiramo z njimi, oni tam, kjer je nevarnost, da bo ljudje preveč pridivjali v vas, to sem recimo zdaj že videla, da so naredili v Grajenah tudi, na začetku vasi naredijo tisto tak en taki otok, ne, tako da malo zamaknejo, eno tako šikanco naredijo, da ne more nihče pridivjati, pa seveda tisti otok ima zelo visoke robnike, ne, tako da če pridivjaš slučajno, se v tiste robnike pošteno zaletiš, vse avtobusarji zelo klejejo te robnike, ker tam zelo težko speljati, ampak oni na tak način umirjajo promet in na vseh teh trikotnih, na vseh teh obrobah ob cesti, ponekod imajo tudi na sredi ceste, to imajo vse take take cvetlične mešanice posejane. Veste, koliko teh površin, koliko se lahko tam tele paše najde, posebej v jeseni, ne, zdaj spomladi imamo druge stvari, v jeseni pa to, ne, in to pa je recimo primer enega mojega prijatelja, ki je cvetočar, tudi mimo grede, zelo rad ima naravo, on pa namerno, to so njegova sadna drevja, dobro, to je spet mala površina, on dobesedno, če bi zašli to mešanico gledati, bi noter videli marsikaj, kar ne sodi na neke naravne travnike, ker on kjerkoli, na kakršnem koli travniku, kjerkoli je v Sloveniji, vidi kakšno rastlino, ki mu je všeč, jo prinese sem, jo posadi tukaj noter in on pod sadnim drev ne kosi. In to pa lahko naredi čisto vsak. Ker takšna mešanica je pa tudi lepa, ne samo ne lepa, če bom rekla, ker eni tu pravi, da to plevel. To ni plevel, ne. In tu je en grad, to je spet slika sicer dr. Bevka, meni je zelo žal, da tega nisem videla, to, kar sem prej rekla, kar bi moja mama lahko naredila, ne. Tale skrečnik, vse se pokosili, vidite, pustili so pa take male oazice, na teh malih oazicah vse nekaj ostane tudi hrane, to pa lahko vsak od vas naredi, na vsakem vrtu se da to narediti, da puščamo take pikce, ne. No in kot sem že prej rekla, nasploh zelenjavni vrtovi, vse op rastlinjaku, če ne v rastlinjaku, naj ne bo samo zelenjava, naj bo čim več cvetja, da bomo s tem pomagali, to bo še vse. No, zdaj pa še samo na hitro, ne, mislim, da se bilo to prej napisano, ne, če hočemo pomagati z gnezdenjem, ne, divje čebele, ste videli, ni nekaj velike, mislim, je težava, no, ampak niti ne tako hudo, ker večinoma rabijo pač dupla nekje 10 cm dolga, to so tile razni žuželčniki, ki jih delamo, ne. Pa še to bi vam lahko več slik pokazala, da se to da, recimo, če se vam kakršnokoli veliko drevo podre na vrtu, ali pa če ste ga vi podrli, pa če na tistem mestu ne mislite, ne vem kaj posebnega ustvarjati, pustite deblo malo višje, ne vem, meter visoko, pa samo to deblo navrtajte s svedri. Spravim, debelina, najmanjši sveder 8 mm, največji sveder okrog 20 mm, ne prepogosto delate luknje, ti lahko te razne čebele tudi drugo uničujejo, ne. Včasih je tudi nevarnost, mogoče
da se nam tudi kakšni, potem vedno se nabere tudi paraziti teh čebel, ne, ampak dejstvo je, da jim lahko na tak način pomagamo. Gnezdo za čmrlje pa veliko težje pripraviti k temu, da bomo gnezdili, se še imam toliko časa, malo več, kot sem mislila, ampak vseeno. Čmrlje malo težje pripravimo, lahko jim naredimo gnezda, ne. Najboljše so seveda tiste, ko se dajo tudi kupiti, pa razne škatle za čevlje, vse se da to prirediti, ne, jaz sem samo to naredila, ker je bilo meni nekako se mi zdi, če bi jaz si delala, to bi si najlažje tako naredila, ne, vzamemo eno večjo posodo za rože, boljša bi bila keramična, ampak jaz v tem primeru nisem nobene, spravi glinena, ne, nisem našla, jaz sem videla en filmček, pa 2 ali pa 3 filmčke, pravzaprav iz tujine, kjer so posodo tako obrnili, medtem kot dr. Bevk, če lahko tu pokažem, pa se mi zdi to celo bolj uporabno, ampak pač jaz sem najprej to naredila, no. Čmrlji večinoma v gnezdu imajo mah, se pravi ne toliko slame, ne toliko nekih naravnih materialov, ne, lahko tudi bila volna, recimo za ježka, recimo noter dane, ko tudi za ježka lahko delamo take brlogice, čmrlji rabijo mah, ne, tako da najdemo neki posušeni mah, obrnemo, tu seveda povečamo to odprtino, bolj se skupaj prekrijemo z nečim, pa če treba prekriti, treba je paziti, seveda, če smo tu dali zdaj tale pokrov gor, ne, da ga dvignemo, tako da bo tu skozi to luknjo čmrljica šla noter, ne, pa da tu naredimo kot eno votlinico, mi smo prekrili s travo, pa potem gor zemljo, pa nasadili še rastline, ja, tu enega smo tako naredili, vseeno glavnem zemljo, zraven, če je le možno, dajte nekaj cvetov, najbolj so te mrtve koprive, ne, to je sicer zelo slabi primerek, ampak ker smo pač to nasilno naredili, ampak vseeno nekaj tudi rumeno cvetoče, te divje mačehe, ki bodo kmalu začele cveteti, ampak kakorkoli mrtva kopriva ali pa kaj od teh ostnjatic najbolj pride prav, seveda to dajte nekam, kjer je skrito, ker čebelja matica ne bo sredi travnika, če le ne bo treba, čmrlja matica ne bo sredi travnika šla noter, ne. Bi bilo pa to zelo dobro narediti tako ob robu vrta, pa spet ne preblizu skupaj, pa ob robu rastlinjaka. Čeprav z veliko sreče, ne z malo sreče, ampak zelo veliko sreče se bojo same naselile noter. No, se to je po princip isti, ne. Skopati jamo, lonec neke mahe, jaz bi ga dala mogoče malo manj, ampak mislim, da dr. Bevk veliko bolj kot jaz ve, kako narediti, z nečim seveda prekriti na tak način, da bo tu gor ostalo odprto, da bo izgledalo kot ena votlina, še prek prekriti zravnati zemljo, prek kakšno rožo poleg, da bo to možno, ne. Drugače pa lahko čmrlje matice tudi poskušate prisiliti ali pa jim pokazati, bolj pravilno rečeno, kje ta gnezda so, ne, ampak par nekaj opozoril, ne, tu imam takoj napisano, ne, nikoli jih ne lovite daleč stran od tistega gnezda, kjer ste ga pripravili. Čmrljem nikoli jih ne lovimo na cvetovi, ker tista matica ne išče gnezda. Če pa opazite kakšnega čmrlja, ki zdaj spomladi, ki leče čisto nizko pri tleh, pa mogoče tako še leze med travo, pa poišče celo kakšno luknjo, gre noter kaj podobnega, tisto je matica, ki išče gnezdo. Samo se pravim, nikoli jih ne iščete na nekih travnikih, pa jih pol ne vem še kam, s kakšnim avtom nekam pripeljete. Čisto v bližini tam, kjer ste vi to za njih pripravili, eni se to lahko privoščite, eni nažalost ne, ker nimamo tako blizu travnikov. V vsakem primeru jih lovimo samo spomladi, ker samo zdaj so matice, pol jih ni več, ne, in ne jih imeti predolgo zaprtih. No in potem jo ulovimo, spodaj damo en papir in jo približamo in probamo pripraviti do tega, da bo šla v tisto luknjo, ki smo mi za njo pripravili, in tisto luknjo za maksimalno 10 minut zapreti. Največ, ne sme biti za več časa zaprta, drugače jo lahko ubijemo. Toliko jo zapremo in mogoče pa je bo tisto, kar smo jo pripravili, všeč in bo tam ostalo. Ni pa nujno, da bo, se pravi, to pa ni tako enostavno, kot je enostavno pri drugih zadevah. Zdaj se vam zahvaljujem za poslušanje. Predvsem mogoče, vem, da sem hitro govorila, ampak upam, da ste vse dojeli bistvo, kar sem htela povedati. Kako zelo pomembni so vpraševalci, kako zelo pomembno je, da pazimo zdaj spomladi na njih tudi, kaj počnemo povsod v vseh, ker so pomembni čisto za vse kmetijske panoge, ne samo za, ne vem, zelenjavo ali pa samo za sadje, in pa da to še komu drugemu tudi poveste, ne, če bo kdo se spravil zdaj že kositi na zelenico, da ga prosite, da naj ne kosi še zdaj, ampak da počaka tako dolgo, da bodo vse nekaj tega cvetova. Zdaj, Marjeta, jaz sem pozabila ti povedati, ne, tako da boš ti počasi, zdaj sem pogledala v chat, če je še kakšno vprašanje. Daj še možnost, da ljudje kaj vprašajo. Ja, pa še to možnost, ja. Zdaj poslušajte še kolegica Marjeta, da je res pomembno, da vam še ona pove še to, kako pa varno, pravilno uporabljati sredstva za varstvo rastlin, oziroma glavno, kako izbirati pravilno, ne, pri teh, ne. Ne, nažalost, neka gojilnica za čmrlje ne obstaja, vem pa, da se s tem ukvarjajo, pa skušajo najti neki sistem, kako bi do tega prišli, ne. Jaz vidim edino težavo v tem, ker je preprosto
te stvari niso poceni, če se mi lotimo razmnoževanja nekaterega koli divjega živega bitja in sam razvoj traja, da mi pridemo do tega, ne. Po drugi strani pa je pri nas zelo malo potrošnikov, ki še to uporabljajo, ne. Nekih rastlinjakov, takih visoko proizvodnih, kjer bi uporabljali čmrle in imamo veliko, imamo, nekaj se tudi uvažamo čmrle, se pravim, da tista slika je bila prav od nas slikana, ne, s tisto sliko kot to. Tako da nažalost, če nimamo, bi pa mogoče bil tudi ena izmed prošnj, če se bo kdaj v bodoče kakšen, pa sigurno bo dražje, ne, ker če ti prodajaš, ne vem, bom rekla 100 ljudem ali pa 100 000 ljudem, je seveda cena nažalost drugačna in potem pa nastanejo pa težave pa pri stroških za pridelavo, ne. Ampak tam, če je kdaj kje možno, vam res svetujem. Zdaj, kdorkoli bi še rad kaj vprašal, naj se kar tisti rdeči mikrofonček spodaj, vidite levo, če greste z miško do dna ekrana, boste spodaj levo videli en mikrofonček, na tisti mikrofonček kliknite, pa se boste odmutali, ali kako se temu reče po naše. Ja, pozdravljeni, jaz bi vprašala, prej ste rekli za sivko, da naj se ne reže na gobico, pa me zanima, zakaj. A ja, nisem rekla za sivko, rekla sem za okrasno grmičevje. Pardon, se opravičujem, da sem bila zelo, ker sem hitela, da ne bi bila predolga. Sivko se pa reže. S tem, da pri sivki, če že govorimo o rezanju sivke, nekaj to marsikoga zanima, naj vas nekaj opozorim, v jeseni jo vedno, če jo porežemo čim bolj pozno, zdaj v stilu opraševalcev, ne, dokler še cvetovi pustimo na miru in vedno, če v jeseni porežemo samo en košček zgoraj. Mogoče 10 centimetrov, da porežemo spomladi, pa če hočete imeti take lepe sivke, kot jih vidite na slikah Provence, je pa treba, ampak od prvega dneva naprej, se pravi, čist mlado začeti rezati, čist do tal, 10 centimetrov na tlemi jo porežemo. To pa res režemo na gobco, ker prvo pa več cvetela, več cvetov bo naredila. Govorila sem bolj o grmičevju, temu krasnem, ne, ker zdaj, če boste gledali po vrtovi, boste videli na forzicijah, so skoraj vse na neko gobico porezane, karkoli pogledamo, že na neko žogco porezano, se pa res opravičujem. Sivko pa res porežite takoj, zdaj spomladi, zdaj je že skrajni čas, jo pa porežite, če nimate lesene, čisto 10 centimetrov na tlemi, če pa na tleh je že zelo leseno, da je že tisti pravi, tisti čvrsti, ali bom rekla grmičasti les, tisto pa potem porežite 10 centimetrov v tisti les noter, pa boste počasi spet zniževali. Drugače je pa treba, če hočete imeti lepe sivke, če nočete imeti tisti podrtih, razpršeni, bom rekla že kar ne lepi sivk, ne, jih je pa treba vsako pomlad rezati, pa tudi cvetov bo več v tem primeru. Ja, hvala lepa. Če ima kdo kakršnokoli vprašanje, jaz bom še zdaj ostala, sicer bom šla v mojo pisarno za vsem in tacajt, ko bo Marjeta govorila, ker bom seveda še njo poslušala, tako da še na koncu tudi lahko kakšno vprašanje, če pa še v chat lahko kaj napišete, če pa ne, pa prepuščam besedo Marjeti. Ja, hvala Miša, zdaj, če še je kako vprašanje, kar izvolite, če ne bom pa jaz kar začela deliti tudi torej moje predavanje. Tako da bomo še torej malo se seveda pomenili o v bistvu varni uporabi sredstev za varstvo rastlin, seveda z vidika današnje teme, z vidika opraševalcev. Zdaj se seveda od Miše slišali, da niso samo čebele opraševalke, ampak da imamo tudi ogromno drugih opraševalcev, kot so čmrlji, čebele samotarke, tudi muhe trepetavke in kakšne druge divje čebele in vse delajo tudi v bistvu v našo korist in je zelo pomembno, da tudi v bistvu pazimo pri njih, pri naši kmetijski panogi. Pomembno je seveda predvsem z vidika, da jih čuvamo oziroma da hkrati uporabljamo sredstva za varstvo rastlin z torej varno rabo, s tem, ko tudi v bistvu sebe zavarujemo in se v celoti tudi opremimo za to varno uporabo. Poleg tega lahko spremljamo kot pridelovalci vsa ta prognostična obvestila, ki so na spletnih straneh našega zavoda in drugih zavodov v Sloveniji in tudi na Fitoinfo strani, kjer se tudi potem na podlagi tistih obvestil in lastnega opazovanja naših posevkov tudi odločimo, kaj bomo uporabljali in da tudi varno uporabljamo tudi vsega drugega vidika, tudi varovanja voda, varovanja tal, ampak gremo danes torej na čebele oziroma opraševalce. Kot veste, tudi že nekaj časa pomembno oziroma pri nas potrebno označevanje sredstev za varstvo rastlin zaradi varstva čebel,
In prav tako vsa sredstva, ki so nevarna za čebele, morajo na etiketi biti opremljena tudi z znakom, torej narisane čebele, in v navodili za uporabo mora to tudi biti opisano. Prav tako vidite, kakšen mora biti ta grafični znak, torej čebela črne barve z rdečo obrobo, vsaj 1 kvadratni centimeter mora biti veliki in mora biti nameščen torej skupaj z obvestilom tudi na prvi strani etikete. Tako da, ko se mi odločimo, da bomo na podlagi pač zadev, ki jih moramo uporabiti v našem pridelovalni panogi, že tudi takoj smo opozorjeni, če je kako sredstvo nevarno za čebele. Še na hitrico bi opozorila, da mora biti tudi dobra kmetijska praksa pri rakovanju in setvi z FFS tretiranimi semeni. Zdaj imamo čedalje manj tistih sredstev na semenu, ki so insekticidne narave, ampak nekaj vseeno je, zato moramo biti tudi s temi tretiranim semena vrečo pozorni, da ne pride do kakih mehanskih poškodb embalaže, ter da te obloge od semena nam ne padejo ravno kje na tla ali pa kje na kakšne cvetoče rastline. Tudi pri polnjenju sejalnic iz vreč ne stresamo prahu, ki bi odpadel s tretiranega semena. Skratka, da tudi v tem primeru tudi pomislimo na naše opraševalce in tudi tu v bistvu smo skrbni. Saj vemo, ko so bila dovoljena sredstva, insekticidna sredstva za tretiranje semen koruze in tudi oljne ogrščice, je bilo takrat kar nekaj opozoril v zvezi z nevarnostmi pred čebelami in je tudi to posledično vplivalo, da so celotno skupino neonikotinoidov je počasi že šla iz tržišča. Tudi to kot en delček v bistvu. Seveda pozor čebele, vsi uporabniki fitofarmacevtskih sredstev moramo seveda pri škropljenju oziroma pršenju rastlin s FFS-ji ukrepati oziroma upoštevati, da v času cvetenja praviloma ne škropimo, da če ob cvetenju nujno potrebno zatirati bolezni ali škodljivce, opravimo škropljenje takrat, ko čebele niso na paši, in to s pripravki, ki niso nevarni za čebele. Poleg tega je pomembno, da pred uporabo čebelam nevarnih sredstev odstranimo cvetočo podrast, da preprečimo zanašanje sredstev na sosednje parcele, da ne škropimo v vročini nad 25 stopinj, ter seveda upoštevamo vsa navodila za uporabo in če se le da, tudi vzpostavimo vzajemno sodelovanje z čebelarji. Kot smo rekli, vsa ta cvetoča podrast, predvsem v trajnih nasadih, kajti začelo se je že v bistvu tretiranje trajnih nasadov, in če so že opazne kakšne te cvetoče rastline, ki so hkrati, kot smo slišali, tudi hrana za opraševalce, ampak če gremo s čebelam nevarnimi sredstvi, je to nujno potrebno to v bistvu pomulčiti, pokositi, torej v trajnih nasadih. Moram vas opozoriti, da je na strani Fitoinfo, če to kar direktno v Google vpišete, pridete na to stran in lahko med drugim poiščete tudi seznam sredstev, ki so nevarni za čebele. Tako da v bistvu že sami lahko iz tega tudi pogledamo, posebej, če imamo kje zraven kakšne čebelarje, da to tudi v bistvu upoštevamo. Torej, rekli smo, da sredstvo, ki je nevarno za čebele, ima tudi ta grafični znak že na embalaži, mi pa se držimo predvsem tega, da v času cvetenja gojenih rastlin je v bistvu prepovedana uporaba sistemičnih čebelam nevarnih sredstev. Kajti tu v tem seznamu, ki je naveden na Fitoinfo, so vsa sredstva, ki so nevarna, in ena izmed njimi so sistemična, druga so kontaktna. Sistemična pomeni, da se delno vsrkajo tudi v rastlino, potem tudi posledično cvetove, tudi torej v pelod, in ta sistemične so Sivanto Prime, Movento, Tepeki, Afinto, Closer. Zdaj uporabljamo jih seveda v različnih kulturah, ampak ta spadajo med sistemična.
Zdaj lahko tudi kakšna škropilna mešanica, tudi nevarna za čebele, naprimer Mospilan sam po sebi ni, ampak v kombinaciji Mospilan in triazoli pa so v bistvu to že nevarna mešanica za čebele. Poleg tega imamo te kontaktna sredstva, ki so čebelam nevarna predvsem v času cvetenja, zato je zelo pomembno, da jih uporabljamo le v nočnem času. In to je 2 uri po sončnem zahodu do 2 uri pred sončnim vzhodom. Možno je, da je na etiketi še kako drugače navedeno, da sploh ni dovoljeno, ampak naprimer tu imam izpisano na ponedeljek 15. marca je bil sončni vzhod 6:10, zahod pa ob 18:03. V maju bo že sončni vzhod od 5:30 in do 8:30 v bistvu trajal. Tako da mi moramo v bistvu, torej če je 8:30 sončni zahod, 10:30, torej v času cvetenja gojenih rastlin, če bi bilo potrebno, šele takrat uporabite tista kontaktna čebelam nevarna sredstva. Prej ste vsi slišali, opraševalci v bistvu posebej čmrlji, zelo zgodaj zjutraj že začnejo letati in tudi v bistvu se sprehajati od rastline cvetoče do rastline. In to je že nekje od 6. ure zjutraj, pa še tam do 8. do 9. ure zvečer. Zato je zelo pravičen ta dikcija, da bi v bistvu 2 uri po sončnem zahodu oziroma 2 uri pred sončnim vzhodom komaj uporabimo čebelam nevarne kontaktna sredstva v času cvetenja gojenih rastlin. Torej, če pa imamo katera izmed tistih sistemičnih nevarnih sredstev, pa v času cvetenja nasploh prepovedano jih uporabljati. Zdaj, tu imam tudi še našteta vse te insekticide, ki so nevarni čebelam in so na tem seznamu. To je torej Afirm, Afinto, tako imam podčrtano, so sistemične in so torej v času cvetenja gojenih rastlin absolutno prepovedana. Kontaktni pa so seveda vse od Benevije, Alverde, vsi piretrini. Piretrini, to so v bistvu tudi ekološki insekticidi in da ne bi mislili, da so prijazni opraševalcem, tudi ti so nevarni za čebele in vse druge opraševalce. Zato je nujno potrebno te piretrine, kot je Biotop Floral, Verde, včasih je bil še Keniatops Verde, mislim, da zdaj so ti, ta drugi. In tudi piretroidi, kot so, ne vem, Decis, Laser, Karate, so v bistvu kontaktni in nevarni čebelam in jih je potrebno v času cvetenja, torej v nočnem času uporabljati. Poleg tega vsi torej ti piretrini in piretroidi so zelo neobstojni na svetlobi, torej so hitro razgradljivi na svetlobi, zato je tudi pomembno, da jih potem ne uporabljamo torej v dnevnem času, ampak čim kasneje, torej v nočnem času. Torej, kot smo rekli, 2 uri po sončnem zahodu, če rastline torej cvetijo. Potem imamo še Closer kot sistemični nevarni FFS, Botinagar, Delegate, Insegar, Imidan, Laser. Tudi pri laserju bi opozorila, Laser pa Laser Plus je v bistvu ekološki pripravek, ampak prav tako v bistvu je insekticid, ki je nevaren za čebele. Torej v času cvetenja z njim, če je možno, ga sploh ne uporabljamo, ampak torej v drugem obdobju. Tudi Bilbenok, Movento, Tepeki, Vertimeg, Sivanto Prime, Exirel, to so vse v bistvu sredstva nevarna za čebele. Med herbicidi je omenjena ta Beluka herbicid, torej pelargonska kislina, ki se uporablja tudi za desikacijo krompirjeve cime, pa tudi mislim, da v trajnih nasadih. Tudi nekaj fungicidov je na tem seznamu, kot je Copsforce Extra, pa Red Fox, pa še, kot smo rekli, razne kombinacije so možne, ki potem tudi v bistvu so lahko nevarne za čebele. Torej, pri uporabi sredstev, ki so označene kot nevarne za čebele, moramo tretiranje izvajati na tak način, da preprečimo zanašanje sredstev na sosednje površine s cvetočimi rastlinami. Torej, če bi mi mogli uporabljati, naprimer, ne vem,
neko sredstvo, kaki piretroid na sosednji njivi s krompirjem in bi zraven že cvetela ajda, je tudi pomembno v bistvu, da preprečimo zanašanje, to ali prilagodimo s kakimi antidriftnimi šobami ali zadnji del posevka našega ne poškropimo, da škropimo tudi v popolnem brezvetrju. V bistvu zelo bodimo pazljivi, kajti v tej cvetoči ajdi v tem primeru ali pa tudi kakih drugih teh cvetočih pasovih se nahaja tudi druge populacije koristnih žuželk, ne samo opraševalci, torej tudi koristne žuželke, ne vem, kakšne pršice koristne ali še kakšna druga koristna populacija, pika polonec, muh trepetavk, tudi teh tenčičaric, ki seveda lahko s tem tudi jih precej uničimo. Zato bodimo pozorni tu, da ne pride do zanašanja. Torej, včasih pa pač potrebno tudi sredstva, ki so nevarna čebele, tudi uporabiti, torej kako in kdaj varno uporabiti sredstva in hkrati čuvati naše vse opraševalce. Torej, absolutno v času cvetenja gojenih rastlin odsvetujemo škropljenje s FFS-ji, torej le, če je absolutno nujno. Včasih je to potrebno v sadjarstvo, naprimer se prerazmnožijo kakšne listne uši, tudi jabolčna grizlica je lahko proti koncu cvetenja problem. Duplinar, tudi mogoče že rdeča sadna pršica, mogoče še potrebno zatirati repičari, voljni ogrščici tik pred cvetenjem, drugače v bistvu to opravimo bolj kot ne pred cvetenjem. Pomembno pa je tudi, če zatiramo strgače v pšenici in pleveli v takem primeru cvetijo, tudi takrat, če uporabimo kakšne piretroide, ki so nevarni čebelam in da je res naša njiva preveč cveti zaradi plevelov, jih to uporabimo le v nočnem času, smo rekli 2 uri po sončnem zahodu. Sicer pa zelo seveda se prizadevamo k temu, da je čim manj plevelnih cvetočih rastlin v naših žitih, da v bistvu že poskrbimo s tem, ko uporabimo herbicide, da ne cveti torej v pšenici, da lahko mirno zatiramo strgače in uši, torej škodljivce v žitih. To smo rekli, torej cvetenje plevelov, ki so seveda v tem primeru lepi, romantični, ampak tudi če na primer mak cveti, je zelo pomembno, da če že treba zatirati strgače oziroma da se mogoče premislimo, če je res potrebno zatirati ali pa to, kot sem rekla, naredimo v nočnem času. Torej, škropljenje po noči, ko gojene rastline več ne cvetijo, tudi takrat v bistvu priporočamo škropljenje v nočnem času, če je seveda to tehnično tudi izvedljivo, tudi zaradi te nočne vlažnosti in boljše učinkovitosti sredstev in kot smo rekli, določena sredstva so na svetlobi zelo hitro razgradljiva, je tudi priporočljivo torej v nočnem času, škropljenje v nočnem času. Cvetoča podrast, tudi to smo že omenili, zdaj v tem primeru na tej sliki vidimo, da je v bistvu prav tu gojena cvetoča podrast, ampak v tem času še trte kakšne tu verjetno ne rabijo škropljenja, če pa bi že potrebovala in da bi uporabili sredstva, ki so nevarna za čebele, ali so to kontaktna ali sistemična, je potrebno to seveda prej pomulčiti. Seveda pa je pomembno tudi, da sodelovanje med kmeti in čebelarji in tudi, da se čebelarji prilagajajo oziroma preprečujejo zastrupitve čebel. Čebelarji so zelo močno združeni v te čebelarske zvezde, tudi posamezna društva. Vam bom pol še pokazala v bistvu, koliko čebelnjakov, ogromno čebelnjakov tudi imamo torej v naši lepi Sloveniji. Ampak tudi na Čebelarski zvezi Slovenije sem našla to besedilo, torej kako se naj tudi čebelarji izognejo pomorom čebel in zavarovati torej čebele pred zastrupitvijo, torej že s tem, da izbirajo najmanj rizično mesto za postavitev čebelnjaka, torej daleč od področja z intenzivno kmetijsko pridelavo, ker Slovenijo pokriva skoraj 2/3 gozdnih površin, naj s tem ne bi bilo težav.
Poleg tega vsi čebelarji morajo imeti tudi registriran čebeljak in imeti tudi v čebelarskem društvu mora biti narejen ta pašni red. Podatki o čebeljakih so tudi digitalizirani in dostopni vsem uporabnikom sredstev, torej so prosto dostopni. Potem tudi za čebelarje se priporoča obiskovanje osnovnega usposabljanja v zdravstvenem varstvu rastlin in s tem pridobivati vse potrebne informacije o nevarnosti pesticidov. Prav tako imeti dobre in pristne odnose s vsemi uporabniki sredstev za varstvo rastlin v okolici njihovega čebeljaka. Prav tako je zelo dobro, da tudi spremlja obvestila o sredstvi javnega obveščanja o uporabi FFS-jev ter še mogoče uporabnike pesticidov še dodatno opozarjati na nevarnosti torej teh sredstev. Pravzaprav je najboljša pot, da v bistvu poteka neko sodelovanje, vzajemno sodelovanje med čebelarji strani uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev, predvsem v času gojenja, cvetenja gojenih rastlin in tudi, če so kje čebeljaki v bližini. Sodelovanje je pravzaprav zelo pomembno pri opraševanju, naprimer, ko začne cveteti oljna ogrščica, nam opraševalci, torej v tem primeru, da se čebele tja pripeljejo na pašo, zelo dosti pripomore k povišanju pridelka, kajti v bistvu čebele so dobre opraševalke v tem primeru, prav tako pri ajdi, tudi pri trajnih nasadih že v določenih državah prav najemajo čebelarje, da v bistvu pripeljejo svoje sate in da je čim bolj seveda zadeva oprašena. In tu bi radi predvsem poudarili medsebojno vzajemno sodelovanje, ki mora biti res tudi vedno prisotno. Če greste na GearView pregledovalnik, boste tudi našli vse čebeljake, ki so registrirani in kje so nameščeni, in moram reči, da ta severovzhodni del Slovenije, kot vidite, vse te roza pikice, to so v bistvu vse povsod prisotni čebeljaki, jih je zelo dosti in je zelo pomembno seveda, da se spoštujejo oziroma z njimi tudi kot kmetovalci oziroma čebelarji med sabo sodelujejo. Jaz se vam zahvaljujem za pozornost, zdaj če še kje kakšno vprašanje, kar izvolite, pomembno pa je seveda, tako kot vam je Miša že povedala, pomoč oziroma vsaj, da poznate, da ste seznanjeni, kako živijo opraševalci, da veste, da čmrlji letajo čez celi dan in oprašujejo in zelo dosti pripomorejo k boljšim in višjim pridelkom, da je spomladi vsaka čmrljica v bistvu matica, kajti pri čebelah poznamo, da so čebele seveda več let matice v panju in so seveda opraševalci nepogrešljivi pri pridelavi hrane. Tako, jaz sem imela to v bistvu bolj na kratko, da pomen današnje predavanje seveda bil, da čim bolj spoznate naše opraševalce. Zdaj pa, če še kakšno vprašanje, kar odprite mikrofone in kamere in z besedo na dan. Pozdravljeni, a je pomembno, v katero smer obrnemo te domovanje za opraševalce? Je to pomembno? Ja, zdaj, če bi hoteli kakšne hotele za žuželke narediti, to smo pa v lanskem letu naredili, je pomembno, tako jugovzhodna lega je bila, ne sever, ne zahod, pa še v senco nekje je fajn, da se bolj postavi, če so kakšna drevesa zadaj, pa na YouTube najdete zelo dobra navodila, kako v bistvu lahko to naredite. Mi smo se lani tega lotili in smo zelo dobro naredili. Tudi moram reči, da so se zelo hitro tudi naselile te divje čebele noter, tako da kar lotite se dela. Ja, na polno sonce ne dajati, ne, to vas opozarjam, zato ker potem poleti ne bodo mogli not, ko jim bo prevroče, ne, pa se lahko celo svre. To je zelo pomembno, pa tako kot je Marjeta rekla, se je rekla na jugovzhod, na tak način, da tam, ko mi je pa zdaj spomladi toplo, ne, to je pomembno, pa čim bliže tam, glejte, manjšo pot bodo naredili od tam, ko se pasejo, do tam, ko so gnezda, več jih bo, ne, to je tudi
Tam čim bliže tam, ko jih najbolj potrebujemo.